Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Vladimir Habjan je od leta 2001 odgovorni urednik Planinskega vestnika, najstarejše slovenske revije, ki še izhaja. Z uredniškim odborom skrbi za publikacijo, ki nas bralce že desetletja bogati številnimi vsebinami sveta gora, narave, planinstva, gorništva, alpinizma, plezanja in s sorodnimi temami. Vladimir je eden najbolj plodnih piscev v naši gorniški skupnosti zadnjih desetletij. Je avtor ali soavtor številne vodniške literature, leposlovja in različnih zbornikov. Poleg tega piše in objavlja v številnih časopisih in revijah, objavil je že več kot 300 člankov z gorniško tematiko. Je tudi odgovorni urednik planinske založbe pri Planinski zvezi Slovenije od leta 2017, odličen amaterski fotograf, predavatelj. Po poklicu sociolog, ki je delal kot novinar, je v gore začel zahajati kot otrok. Vse od takrat Vladimirja gore intenzivno spremljajo, tako kot on jih. Osnovni tečaj za planinskega vodnika je opravil leta 1993, kasneje še 5 drugih. Opravil je preko 400 vodenih tur, večinoma po brezpotju. Izvedel je okoli 35 tečajev gibanja v zahtevnem gorskem svetu in zimske tehnike. Od leta 1994 je aktivni član gorske reševalne službe, kjer je opravil preko 300 reševalnih akcij. Leta 1997 je postal alpinist z več kot 500 preplezanimi alpinističnimi vzponi doma in v tujini. V tokratni epizodi z nami mojster pisane besede in ustvarjalni multipraktik, kritični mislec in gorniški intelektualec Vladimir Habjan. Čakaj, tole si rekel, da je tvoja prva knjiga. Ja. To je nek zveščič. Ja, mat mi ga je z šivanko, z cvirnom zvezala skup. In kaj pravzaprav to je? Klej piše Habjan Vlado, povesti, zgodbe, september 1964. Moj prvi razred. Zajček in srnica. No, daj povej malo več, kaj je to. Eto, tole je takale knjižica. Ja, izgleda sem imel že to takrat vse. Ja. Čak, ti si 57-letnik. Se pravi, to je bil, si šel glih prvi razred osnovne šole in si napisal prvo knjigo. Ja, ne vem, izgleda. In kaj sta Zajček in srnica počela v tej knjigi? Veš, da ne vem, nisem šel niti brati več. Moram enkrat si vzeti čas pa pogledati. Ampak skratka, očitno ti je neka želja, mogoče takrat v strasti še ne moramo govoriti, po pisanju prirojena, ali kako hočeš reči, če že v tako zgodnih letih imaš neko idejo po pisanju. Ja, že kot majhen otrok sem jaz knjige požiral, ne. Bral, knjižnica, doma sem vse najdel te, kar je bilo meni primernega, ne, pa knjižnica. Potem se pa zgleda, ne vem, nekako se že takrat videl v tem, ne, to je prav zanimivo, no, je to prav fajn. Ker potem čez toliko desetletij, ne, zdaj praktično res delam veliko na knjigah, ne. Pisal sem tudi za šolsko glasilo. V drugem razredu osnovne šole sem imel celo naslovni članek nekega glasila, tega šolskega glasila. Sem ga pa čez več let poskušal dobiti, pa ga ni bilo nikjer v arhivu. Viri, mislim, da je bilo naslov. Osnovna šola Hinko Smrekan. Pa sem bil pa od 5. do 8. razreda sem bil pa v osnovna šola Prižeh Voranca, tam sem bil pa že
v nekem uredniškem odboru, oziroma že kot urednik, 7. pa 8. razred, glasila Solzice. Pred mano bila urednica Brina Svetne, pisateljica. In potem se je ta pisateljska zadeva nadaljevala lepo naprej. Pa zdaj, če je bila tole prva knjiga, a se spomniš, kaj je bila pa pol druga? Druge ni bilo, druga je bila pa že tista manj znane poti slovenskih voda. Vmes so bili članki bolj, ne. Vse to tudi ni knjiga, ne, ampak zasnova knjige pa je. Okay, za 7. razred je to kar. Kdaj si pa začel v hribe hoditi? A to pa od mehkega, ker je pač oče bil hribovec, naravastvenik, deluje v gorski straži, v planinskem društvu Matica, pa tudi na Planinski zvezi. In seveda smo hodili v hribe, ne. Mama je bila iz Istre, ni bila vajena nič hribov, je bilo to vse novo za njo. In oče je potem vodil tudi izlete, te študijske izlete, gorske straže, pa planinsko društvo, in potem zelo velikrat smo šli vsi skupaj na družinske izlete in na te študijske izlete. Naj z bratom je večkrat vzel s sabo, da so bila neka pomočnika, takrat smo hodili v hribe za več dni ponovadi. Dopuste smo praznovali v Kočah, tako da, hribovsko življenje od mehkega. Z Ljubljane si otroštvo bilo v Ljubljani. In Ljubljana Matica je bilo planinsko društvo prvo. Ja, to je pač oče bil tam član in je včlanil me 7 leti, tako da letos imam 60 let članstva v planinskem društvu. 60 let. Wow. Za 50 let sem dobil neko plaketo tam na Matici, na učnem zboru. A za 60 pa nič ne dajo? Ja, za 60 pa verjetno drug let, ne? Ker tisto leto, ki spomniš, potem naslednje let dobiš. Ne tisto leto, ne? Ja, čestitke, to je pa tako že kar cifra. To sam pomeni, da sem to stal že. Ja, dober, okej. No, pa to je pa sigurno taka doba, da je to ena močna pripadnost tej organizaciji, ne. Ker rekel si, da je bil oče zelo vključen v tele društvene dejavnosti. Se spomniš, daj si prvo neko usposabljanje dal čez? Dobro se spomnim. Star sem bil 11 let. Leta 68 smo šli za cel teden na Komno. Z bratom so šla, same dva. Ne vem, kdo je imel takrat to šolanje, mogoče Matica, mogoče celo Planinska zveza. V glavnem planinska šola, ne. In smo šli tudi na Krn, sem bil zdaj takrat neizmerno daleč tam. Tiste poljane, ne vem, pa tisti jezer, pa preden smo gor prišli, sem bil kar 2 dni hodil. Seveda otroške oči, ne. Veliko teorije, pa tako, da je bilo prav luštno, no. Fajn, klapa. Potem sem šel pa 73. naprej še enkrat na planinsko šolo. Tudi na Komni. Takrat je bilo pa že bolj resno. Ja? Ja, takrat so bolj že imeli, kot je že malo starejša, ne. So bili pa kar že inštruktorji, so nas kar veliko naučili. Vmes smo šli tudi na Triglav, enkrat pozno zvečer, popoldne, pa naslednja zjutraj še enkrat. In ob 5 je bila ena huda nevihta, tako da smo ob 6, tam 7 smo bili gor, to je bil fantastičen razgled direkt po nevihti. Tako, ne. No in to so bili neki začetki tega mojega šolanja, no, ampak takrat so bili te inštruktorji, so tako nas nekako zastrašili. Ker smo spraševali, kaj pa zdaj naprej, ne, kje se pa lahko še kaj naučimo, ne, in vem, da je en rekel, zdaj so pa vodniški tečaji, te so pa zelo zahtevni, pa zelo težki. Skratka, v bistvu nas je kar nekako hotel odvrniti, ne. Tako da jaz sem takrat naredil samo še izpit za gorskega stražarja leta 73, pa je bil kar težek izpit, ne. Tečaj, to je bil ogromne teorije, smo mogli znati tiste orože na pamet, vse. In potem je pa v bistvu to strašenje me odvrnilo, ne. Sem šel šele čez 20 let na naslednje v bistvu tečaje za vodnika, ne. Tistih 20 let sem jaz zgubil, ne. Tako da, in če bi jaz takrat nadaljeval, vprašanje, kam bi prišel, ne. Po moje bi pač prišel tudi do alpinizma, ne. In po 20 letih, ko sem začel s plezanjem, je bilo pa že prepozno, ne. To pa moraš pa prej začeti, ne. Do alpinističnega dela pa vsega ostalega še pridem, ampak dela se nekaj vrniti na to gorsko stražo, ker če lahko tole priložnost
uporabim, še nisem imel gorskega stražarja v gostih ali pa gorske stražarke, ali pa sem celo imel, ampak nismo pa nič govorili o tem. Da mi imaš vsem predstav, kaj to je, ali pa kaj ste počeli. Težko ti kaj predstavljam, ker je že toliko časa od tega. No, v glavnem, za me bi te tečaji so bili tako, smo imeli študijske izlete. Teorijo je napisal en Tomaž Petauer, mislim, da je že pokojni, ful poseben človek, poln znanja, tako zelo nas je znal zanimirati. Napisal ena skripta, mislim, da jih še zdaj imam, res težka. In potem smo imeli te izlete, on nam je to razlagal stvari. Tisto, kar je bilo meni tako malo hecanje, tako da smo se zjutraj dobili na avtobusni postaji, pa šli kele v bife na nek vinjak, ne. Mislim, za enega 16-letnega mulca tole ni glih, ne, rekel vzgojno, ampak lej, tako je bilo, ne. Vem, da smo se parkrat tistega piva napili, ne, kaj bo tam en mulc, spije eno pivo, dva, to si mrtev pijan, ne. In tako da, ampak, okej, ne, v bistvu smo mi imeli šolanje o naravi, o varovanju narave, takrat se komi začeli nekako to govoriti, ne. Rožce, ampak v bistvu nimaš kaj dosti možnosti, ne. Ti lahko ljudi opozarjaš, takrat ni bilo nekih tako, da bi ti lahko rekel, da boš pa preventiva, a ne, pisanje, govorjenje o tem, nekako na to, ne. Ampak potem je mogel obnavljati licenco, pa jaz je nisem, ne. Mogoče ene par let sem še, potem pa nisem, ne, ker bi mogel pač biti aktiven. Kaj je pa sploh glavno poslanstvo biti gorski stražar, gorska stražarka? Zdaj ni več gorskih stražarjev, zdaj so varuhi gorske narave. Ne? In potem po enih 20 letih sem jaz se javil v naši komisiji, da bi obnovil licenco, mi niso nič priznali, ne, vsaj, to je pa že pase, ne, to iz nekih starih časov, to nima šansa, ne, tako da sem pa rekel, pejte, ne, kam šteje, ampak jaz bi lahko recimo kaj na tem naredil, pa pač nisem, ne, sem se pač usmeril v druge. Mislim, da je bolj to osveščanje pa to, ne, kakor se mi zdi. Saj tudi zdaj ne vem, če imajo te varuhi kaj, kakšne pravice, ne vem, kaj lahko sploh narediš, ne vem. Mislim, da je ta preventiva pa osveščanje, ne vem. Tako si predstavljam, no. Ampak se verjetno že samo prisotnost, pa ne, v prostoru, na koči, kdaj kaj poveš, komu kaj. Sigurno. Že to ima posebno neko težo, ne? Sigurno. Koliko varnost, recimo, kdaj komu kaj poveš, ne. Okej, to je pa zdaj že druga tema. Ja, ampak je podoben, ne, recimo, vidiš človeka tam, da ali ima opremo, ali da je v nekem cvetu, ali mu boš rekel, ali mu ne boš rekel, ne. Ali da ima nek šop rož, ali mu boš rekel, ali mu boš rekel, ne. Te zadeve so zelo podobne, ne. Lej, to bo zihar še, glede na to, koliko si v tem gorskem svetu, pa koliko si na terenu, ne, kot alpinist, pohodnik, gorski reševalec, vse, kar počneš. Koliko so zares te dileme aktualne? Ne, že v plezalni center greš ali pa plezališče, pa vidiš nekoga, ki mogoče neko vidiš, da čisto vlada. In zdaj, a če mu kaj reči ali ne? Isto je v gorah, ne. Tako je. Vidiš tam, da lomasti s tisto opremo, ki jo ima, da nima pojma človek, kaj bi, bom šel zdaj mu tam. In se je tudi že zgodilo, da sem parkrat si dovolil, to pa me kdo najuril, ne. Da ne rečem poslal nekam. A se ti kdaj dogajalo, tudi tebi tazga? Vse se je dogajalo. Da je človek lepo sprejel, ne, seveda moš pa lepo reči, ne. No, to pa vedno, pač, to pa vedno. Se mi zdi to, pa gor pa dol, tole pa niso glih fajn čevlji za zdaj, kaj tazga, tako nekak, ne. Ne, včeraj sem bil tam nekje, v nekem hribu, tam je veliki vrh Dleskoška planota in je prišel en možakar nosil enega fantiča, ne, ki je spal, ne. Zdaj je bila ena punčka, 5 let stara, je tam njegov, ne vem, sin vlekel tam tako, dosti delač, dosti pozen, pa so se lepo pa pogovarjali, pa sem tako na lep način povedal, ne, koliko časa pa že spi, 3/4 ure, ga kaj obrnem ali tako, ne, tam noter je, se lahko stisne, klele kakšna žila, ki tazga, noge šlatu, da čevelj dol in tako naprej, ful prijazno, recimo, ne, ni pa nujno, ne. Ja. Je bilo že tako, da sem recimo kdaj tako kaj previdno rekel, ne, kva pa ti to meni govoriš, pa recimo sem imel kje kakšen znak, da sem tako, no, ajde, sej. Ne, sam hočem dober, ne. Je pa res, da zdaj so taki časi, pa ljudje tako reagirajo, da lahko ravno tako te najur, pa brigi se zase, pust me na mir, ne. Pač greš, ne, pa je. Če se zdaj vrnemo
zgodilo se je teh 20 let. Pa vseeno mogoče bova kasneje tudi malo bolj, da bomo imeli močkam bolj izdelano sliko. Ne? Ti si študiral sociologijo. Ampak deloval si pa kot novinar. Da mi močkam razloži, kako si prišel na sociologijo, kaj se je zgodilo po študiju, kako te je odnesel v novinarstvo, ker vse to potem tudi verjetno je en kamenček v temu tvojemu mozaiku, zakaj si tudi tako pišoč, recimo, ali pa ne, aktiven na tem področju. Ja, to pisanje sem imel od nekdaj, tudi srednja šola, na faksu, študijsko glasilo. Potem sem pa v bistvu zajadil v kadrovske vode. Ne. Sem bil vodja kadrovske službe v eni firmi, ki je imela 2000 ljudi. Ne. In takrat se zelo veliko tudi pač to smer sem študiral, ne, s kadri ukvarjal in tako naprej. In se mi zdi to področje še vedno zelo pomembno, ne, tudi potem, kako vodiš neke skupine. Ne. To ni tako, da kar znanje, kar imaš. Ne. Recimo, jaz sem bil 6 let načelnik vodniškega odseka na Matici, se naučiš, kako funkcionira skupina. Ne. Vozniški odbor, sicer nas je samo 9, ne, ampak to je notranja dinamika, je strašna. Ne. Tako, tukaj moš, poleg tega, da se ukvarjaš z vsebino, se moraš ukvarjati z vodenjem. Ne. To je tako, kot vsak vodja v neki službi, mora znati strokovno in mora znati voditi. Ne. Seveda. Tako da jaz sem recimo potem to kadrovsko problematiko sem šel v naslednjo službo, tam sem pa kar zamenil nekih par področij. Najprej sem bil kadrovik, pa sem bil še neki informatik, delal bolj najprej sicer na nekih težkih Oracle programih, potem sem se posmeril za internetne aplikacije, intranet sem uvedel v firmi. In potem v bistvu sem že takoj, po enih 10 letih sem že imel možnost, da bi šel za urednika revije. Ampak me takrat ni direktor spustil. Rekel, ne, ti boš le vodja prenove informacijskega sistema, sem bil vodja projekta in sem to pol fural. Ne. Ampak že takrat bi lahko bil urednik, recimo. Ne. No, potem sem pa ob eni reorganizaciji sem pa pač še enkrat prosil vodstvo, ne, in so mi potem odobrili. Sem bil 16 let novinar. Ne. To je revija elektrogospodarstva, zajema celo Slovenijo, več kot 20 firm, spletni portal. In tukaj moš pač producirati članke, furati, pisati in mislim, da to je bila res odlična šola za to, kar pač počnem pri Vestniku. Poleg tega sem imel odličnega urednika, en kolega Brane Janič, zdaj sva dobra prijatelja, od katerega sem se ogromno naučil in to potem, to neko znanje potem poskušam širiti tudi med ostale, ne. Ker tukaj ne, treba vedeti, da tole, kar mi delamo pri Vestniku, to smo mi vsi nekako amatersko, ne, delujemo, ne, sej mogoče samo naš Mire Steinbuch, on je delal za en časopis, kaj je to, Dobro jutro neki, ne. Ostali so tako, homemade, ne, doma priučeni imali, ne, želja potem, da bi nekaj pisal in tako naprej. Ne. Pri nas je v bistvu največji problem uredniško delo. Ne. Nobenega šolanja ni za to. Ne. To se moraš nekako priučiti, ali te mora nekdo naučiti. In je to kar zahteven del. Ne. Jaz sodelujem, pa delam tudi z neki komercialnimi založbami, ker mi smo le neki amaterski nivo planinske založbe. Ne. Tam se pač dela profesionalno in tega pač mi nimamo, ne, ker nimamo teh kadrov. Ne. Tako da, zdaj smo malo zašla na širše območje. Ja, seveda, ampak sej, ne, vse stvari te se tako prepletajo. Da jim vse razloži, ne, v tem času, ki si rekel, si deloval kot novinar in zdaj v kontekstu tiste 20-letne pavze, kje si se pa potem, kako se je pa zgodilo potem, rečva, comeback, ne? Comeback. Da si potem šel... Ja, comeback je bil glede šolanja. Ampak jaz nisem hribov zapustil. Jaz sem zapustil hribov skozi šolanje. Tiste 20 let sem jaz intenzivno hodil po hribih. Ne? Zdaj sem napisal letos en potopis. Šel sem 7 dni čez Karnijske Alpe
kar tako nek nadivje, neko svojo traso in sem potem napisal potopis, ne. In kaj se hotel reči, no. V glavnem, teh 20 let, v bistvu, no, mi je misel ušla, prebral sem te svoje planinske dnevnike, ne. 9 jih imam zdaj, ne. In sem videl, koliko sem jaz ogromen sam prehodil, jaz sem to že vse pozabil, ne. Kje boš to, ne, to je tur, ne vem, jaz sem imel 150 tur na let, ne. Vse ne moreš imeti vsega v glav, ne. In zdaj sem to bral nazaj, to je noro, koliko enih tur sem sam hodil, ker nisem recimo koga dobil in tako naprej, ne. No in potem pa iz tega samohodstva, pa iz tega, ker sem nekako s temi kolegi gor dol hodil, sem pa potem pač tu v ta brezpotja zašel, ne, in ko sem v teh brezpotjih toliko zahtevne ture delal, mi je enkrat spet prebil, ne, poslušati pa so še enkrat ubol, ne, če skole nadaljeval, ne. In potem sem šel pa v te vodniške tečaje, ne. Sem naredil 5 vodniških tečajev v 90 letih, ampak te vodniški tečaji so, bom rekel, zelo nežno, ne. Mi niso dali dovolj znanja, ne. V bistvu so bili tako malo teorije, prakse pa praktično nobene, ne. Vse znanje, ki sem ga dobil na alpinistični šoli, ne. A ne, tam, to je pa prava šola za hribe, a ne. Da ti recimo greš pozim sam na Jalovec, ne, ali pa da greš, ne vem, na nek hrib tam, neki, ne vem, mogoče na Može, kaj tazga, da je malo kakšen brezpotje, pa tako naprej. Da kaj tazga zmoraš, recimo to bi mogel recimo en vodnik, ki ima recimo neko staro B kategorijo, mu je obladati C svet, ne, eno stopno več, ne. Da boš ti vodil suvereno eno območje, neko kategorijo vodenja, moraš znati več, ne. In jaz s tistimi vodniškimi tečaji ne bi nikoli šel na Jalovec pozim sam, ne. Ali pa na nek, ne vem, hrib, ne, tako, ker se pač ne obvladaš, ne. Tako da sem jaz potem zaradi tega, ne, da bom bolj varen, pa v teh brezpotjih, ki so bila potem moj cilj, ne, glavna preokupacija 90 let, jaz sem prečesal vsa brezpotja slovenska, ne, čim sem odpadel, ne. Leta 91 sem bil jaz na prvi turi, tam na Debu vrstnem šel, ki mi je pač tam en možakar, ki sem ga poznal, je rekel, ja, tlele se pa da čez tele pode pridati, kele, kako, ne, gledam ti zemljevid, tako, ne. Čeprav sem jaz vse to prebral v Miheličevih vodnikih, ampak recimo nisem se pa spravil, ne. No in potem sem začel, ne, Debu vrh, fantastično, nobene markacije. In takrat ti dojameš hribe čisto drugačne. Vse navaden planinec gleda, aha, brana, ena pot je gor. Vidiš po tisti, ne. Bi šlo, tudi kje drugje, ne. Ja. To je tako, kot pač Himalaja, veliki hribi, ne, gledaš, kje so pristopje, ne. S tem, da tam iščeš zahtevne, ne. Jaz pa iščem nek hrib, kako grem. In to pri meni se potem nadaljevalo tudi v visokih hribe, tam 3000 in naprej, ne. Sem na tak način hribe imel, ne. In čim dvigaš ta nivo znanja, ne, ker sem jaz naredil alpinistično šolo, ne, potem se ti odpre cel svet, ne. Greš v ledeniški svet, ki je zima, obladaš kopne razmere, plezalne detajle, tehnično, abzajle, to je fantastično, ne. Ko se ti odpre nov svet. Absolutno. Koliko si bil star, ko si šel v alpinistično šolo? Jaz sem imel pa pozen delu. Tam 35, ne. 37 po moje, ja. Zelo star, ne. Šel. Jaz sem naredil izpit, po moje, sem 40 let bil star. Za rojsten dan sem si naredil izpit. Jaz sem dal, ampak seveda, ne, to ne moreš, ne. Sicer imam nekih 500 smeri, sigurno imam, ne. Imam zabeležene, niso bile neke blazno težke, ne, tudi sam večkrat tam neki dobra 4 naprej nisem plezal, ampak pač meni je bil alpinizem toliko, da sem ta svet spoznal, ne, kako je občutek v steni, ne. Ker če nimaš tega momenta, ne, se mi zdi, da kar nekaj manjka, ne. Tako, ker za mi grede, ne, sem 24 let na tej planinski zvezi in vedno zagovarjam, da bi mogel v vodstvu planinske zveze biti en alpinist, ne. Zato, ker ta vidik je pomemben. Ni treba, da so samo planinski funkcionarji raznih profilov, makacistov, kaj jaz vem, iz mladinske komisije, ampak alpinist mora biti, ne. Žal ne zdržijo vedno dolgo, ne. Tako da, hočem reči, če hočeš ti hribe dojeti v polnosti, ne, moraš tudi ta občutek stene dati skozi, ne. Moraš ga preživeti, recimo, ne.
No, to zagotovo velja za ljudi, ki se podajajo izven markiranih poti. Ne? Ja, tako, absolutno. To vse moramo verjetno reči, ker nekomu je lahko tudi to povsem dovolj. Ne? Je pa res, da čim pa zapustiš markirane poti, pa lahko dodava še tudi za markirane poti, zlasti za zelo zahtevne poti, ne, je treba biti primerno usposobljen. Ampak, ko pa greš ti ven izven markiranih poti, pa pač treba znati in biti usposobljen za marsikaj. Tako je. Da smo si na jasnem. Ne? Jaz imam nič proti doživljanju hribov, tudi sam po markiranih poteh. Ali pa po dolini. Greš v Mojsano, peš v vrata, hodiš 3 ure, lepo, galerije, res lepo. Ali pa greš na Sleme, ali pa ne vem, ne. Tako. To je ravno tako v redu, fino, človek v naravi, če mu je to dovolj, ok, ne. Mene so pač ta bezpotja bolj tako, ta raziskovalni duh mi je, izziv mi je bil, te pristopi, prebral sem ogromno tega Miheliča, tamlega imam knjigo, to sem imel vse počrtano, bezpotje, klicaj, droben tisk, to sem jaz to vse naštudiral. Preden sem se podal nekam v neke bezpotje, jaz sem to vse prebral, recimo. In to v 90-ih letih, ko ni bilo še spleta, so bili neki forumi, ki so neki pisali, ampak so bili zaprti forumi, tako da. No in potem sem pač šel v ta svet, ki mi je to odkril, hribe na nek drugačen način, nek bolj, ko sem rekel, kot izziv, kot raziskovanje. In jaz sem potem iz tega postal tudi poznavalec hribov. Sem začel te vodnike pisati in tako naprej. Tako da moram reči, te hribe imam kar v malem prstu, tudi cele Alpe, ker imam vodnik vzhodne Alpe in tako naprej. Tako da bolj sem se nekako to usmeril. Ne plezanje, detajla, ampak tako recimo v poznavanje hribov, da sem spoznal od dolin, sem načrtno raziskoval in najprej Slovenijo, pa pol izven Slovenije in tako. Tako da tukaj mi je nekako dost blizu so mi te vzhodne Alpe, zahodne manj, ker so pač daleč, ampak vzhodne pa kar, te doline, hribe, te glavne, to sem vse prečesal. S tem, da moram reči, da sem bil pa 15-20 let samo v naših teh slovenskih hribih bezpotja, šele po enem dolgem času, ker sta me kolega Stritar pa Mašera brcala dobesedno nekam, da je spoki se že nekam ven, in potem, ko sem enkrat čez mejo šel, se mi je pa spet Glorija prikazala tam fantazija, ti hribi, pa to je, In potem smo spet pri prekletstvu, ker je gora toliko. Ja. Ampak, ali brez potja, ko si hodil ves ta čas, to, kar si opisoval, a si že delal si že imel neke ideje, mogoče bi bilo pa fajn narediti en vodnik za ta brezpotja, ali si potem v neki točki za nazaj, zdaj sem pa jaz tega že toliko prehodil, pa je prišla ideja ali namig, kakorkoli že, kako je pravzaprav sploh prišlo do ideje, da boš pa naredil planinski oziroma gorniški oziroma že kar alpinistični vodnik. O tem lahko malo kasneje tudi, kaj zdaj to zares je, ampak kako je prišlo do tega? Mogoče pa ravno zato, ker si rekel, kje je druga knjiga, tista le prva iz prvega razreda. Ja, tako je, osnovni vzgib je to, ker sem jaz ta bezpotja, ker so mi toliko bila všeč, pa toliko sem užival v tem, delal sem si zapiske, je bila osnovna ideja čisto preprosta, če sem jaz to spoznal, ta svet, pa toliko enih tur sem že čez dal, zakaj ne bi to ponudil komu drugemu še? Sigurno so ljudje, ki jim je to všeč. To je osnovna ideja. Čeprav so mnogi potem razumeli drugače, jaz sem enega kolega hribovskega, ogromno teh bezpoti, sem potem prekinila stike, naprimer, ker je pač rekel, ti zdaj to od nekaj za eno slavo delaš, nekaj moslavija totalna, ampak v bistvu sem jaz hotel ponuditi še drugim, in tale bezpotja je letos stala knjiga 25 let. 25 let in je ena najbolj prodajanih knjig mojih. Kaj to pomeni? Da je sedla na plodna tla, da to ljudje rabijo, da iščejo neke podatke. Čeprav so zdaj tudi že malo
skrajni, ne? Da mi ljudje pišejo, da mi trek pošlj. Trek z brezpotja. Ste znoreli. Ja, to so te bližnjice. Ja, in to nima nobenega smisla. Ne? Ti ne boš hodil po brezpotju, ti moraš sam, ne, daš, imaš neki opis, ki je itak vedno nek približen, ne? Se ne boš pisal pri tistim balvanu odsekanem, zavijaš desno, ne? Na kraju, kjer buja spominja, zavijaš levo. Mislim. To ne gre tako. Ne? Ti moraš mal razumeti hribe, teren in tako naprej. Ne? No in potem sem jaz nekako to idejo nekako zasla, ne? S tem ciljem, motivom in potem sem iskal založnika. Ne? Tle na Planinski zvezi pač ni bilo nekako po moje možnosti. Ne? Zato potem sem prišel na Siddharto, tam je bil Skok, ne? Ki je bil zelo skeptičen, ne? Ampak ok, ne? To je že pametno, da je rekel, no, probimo, ne? In potem sem napisal par dopisov in te je stritat pogledal, ne? Tako recenzent, dal kljukico. Ja, da je stritat. No in potem smo začeli delati, to je bilo leta 97. Jaz sem takrat v službi opisal magisterija, neko specializacijo in sem še prvi izpis z 10 naredil na ameriškem profoksu. Pa sem imel pa dilemo. A ne se usmerim v službene zadeve, a ne se usmerim v tole. Takrat, leta 97, in sem poslal službo na stranski tir in sem se tega lotil in evo, zdaj v penziji lahko komod delam še naprej. In je potem pač Skok to sprejel in smo to knjigo nekako sproducirali. No? In potem je bilo takrat recimo ta prvi vodnik, je tako še zelo mehni fonti avtorja, ne? Ja. Ne? Recimo, sem pol enkrat Skoku rekel, kakšne fonte Martine Mihelič, ne, seveda, jaz se ne morem primerjati, važna je tema, naslov, ne, brezpotja, ne. Avtor ni važen, skriten, nekaj noter, tako, ampak potem mislim, da je bila ta knjiga v prednaročilu, da je šlo, če se prav spomnim, 450 izvodov, to je noro cifra, ne. In potem je to šlo, pa prenove, pa po 10 letih smo naredili eno prenovo. Prva edicija je pravzaprav ta manj znane Poti slovenskih gora. To je predhodnica zdajšnjih brezpoti. Fora je ta, ne. Brezpotja so bila takrat tako z tega varnostnega vidika, pa ta ogrožene, mislim, narava in tako naprej nekako. Nismo dali tega naslova zato, da ne bo prevelik bum, ne. Potem, ko se je pa videl, ne, da ta knjiga sedla, ne, pa smo pa seveda spremenili naslov. Ne. Ampak takrat niso bili še časi tok, ne. Vse to vodništvo, pa vse v 90-ih to se nekako šele razvija in tako, ne. Ker še ena stvar je, zdaj sem razmišljal tudi že prej, no, koliko tega, kar je tukaj not zajet, je sicer že vključeno v neko drugo vodniško literaturo. Ne? Že samo v slovenskih stenah, kjer so sicer samo alpinistični vzponi, je tam en del okoli tistih martuljških grebenov, ampak to je vse. Potem je bilo pa mogoče, potem pa nekih, bom rekel zdaj, če rečemo novodobnih, se pravi zadnjih desetletij, vse tega pravzaprav ni, ne? So bili alpinistični vodniki, potem so pa te starejši vodniki, ne? Oziroma, daj me popravi, daj me dopolniti. Koliko je bilo takrat, recimo v 90-ih, pravzaprav prijet za v roke, če si hotel jeti iz markiranih poti, pa ne v steno. Ja, to je tukaj not, v tem dobnem tisku, ne. Ja. V tem, ne. Recimo, tukaj se je to dalo, ampak to je težko najdeti v tej veliki, ne, rekel, v teh obsežnih vodnikih, ne, to je pa specializiran. Ne. To je vodnik Tineta Miheliča, Julijske Alpe, ki je šel po Planinski zvezi v 9 izdajah, ne, vedno bolj bogati. Ne. Ampak treba je iti teh 25 let nazaj. Ne. Takrat, se boš verjetno tudi sam spomnil, takrat je bil bolj ločen alpinizem, planinstvo. Ne. Ni bilo tega vmes, ne. Če si hotel plezati, si mogel iti v šolo, si bil alpinist, ne, ostali so bili pa tam neki šodovci, pa neki, ne vem, planinci in tako naprej. In takrat je pa potem ta
te planinci so pa vedno bolj zahajali v nek zahteven svet, ne? In se je ta ločnica začela nekje manjšati. Poleg tega je ta nivo alpinizma šel visoko gor, ne? In tisti, ki je plezal 1-2, to po Miheliču, to je brezpotje. To ni več alpinistična smer, ne? Po našem Bojču Polakov 100 metrov enke je alpinistična smer. To je strogo po pravilih. V praksi pa to ni, ne. V praksi imaš tam, ne vem, slovenska smer je 700 metrov v Triglavu, a ne, to je smer, ki je dolga, pa jaz imaš, ne vem, 1-3, ki tazga, ne. Ampak če boš pa ti 100-200 metrov, 300 metrov, 1-2, to je brezpotje, ne. Za Miheliča v severnih pristopih ni bene alpinistične smeri, na Rokave to ni alpinistična smer, ne. Skratka, to se je začel, a ne. In zdaj, zakaj ne bi ponudil tukaj ljudem, ki so, recimo, vešči, ki se naučijo, seveda, znanjem, z vodnikom, ne. Jaz to v vseh knjigah pišem, kjer so zahtevni pristopi, da vzemite si vodnika, ne. Zakaj se bi neki šel v nek svet podajati, če ga ne obvladaš ali pa če nisi siguran, a ne. In ta vodnik je v bistvu tisti, ki je potem povezava bil med tem planinstvom pa med alpinizmom, recimo, ne. Potem, ne vem, je bilo še kaj tazga, mogoče ta vzhodne Alpe je tak vodnik, ki so pristopi kaj do 1-3, pa tako 2-3, ne, ki so kar po starem bi lahko rekel smeri, ne. Kaj ti jaz vem, recimo, ne vem, na Veliko Cino, to je še smer, ne, recimo, ne. Seveda. Ja. Pa ne prav enostavna, ne? Mislim, kaj gužva. ja, ne gre samo za tehnične stvari, ne, sej, recimo, ena stvar, ki je tako lahko predmet neke debate, pa neč v prav narobe, morda tudi, ne, je koliko, recimo, vsebine, konkretno tudi v te knjige, ne, je pravzaprav že koliko sponov, pa če tudi to ni stenska plezarija, ne, ker je po večini gre tukaj za neke grebene, bolj neka razsuta gorska področja, ki niso izključno stene, ne, koliko je vsem tukaj nekega alpinističnega zajedga pri teh vzponih, pa ne nazadnje tudi spustih, ki se dostikrat izkaže, da so še težji, ne. In se mi zdi, da za številne vzpone ali so potrebni vodniki, ne, ustrezno kvalificirani vodniki, ali pa neko skoraj alpinistično znanje. Ne moreš, se mi zdi, kar tako se lotiti kakšnega vzpona. Ja, sigurno, ne. No, še en moment je, ne, ki ga ljudje vedno pozabijo, ne, pa te, ki mi učitajo marsikaj, recimo, ne. To so knjige, ne. Knjige je treba poznati, a ne. Večina ljudi hodi po lažjih poteh, ne. Zato moram jaz v te vodnike, ki jih imam, zimske pristope, brezpotja, tiste Alpe, ne vem, vedno dati večjo število lažjih tur, zato da potem knjigo lahko prodaš. Če bi jaz recimo delal knjigo zase, v samozaložbi, bi dal same težke not, ne. Ampak kdo to kupil? Ne? To je en moment, ki ga noben ne upošteva, ne. Vsi gledajo, ja, kako si mogel, ne. V zimski vodnik sem dal Urslo goro. Ja, kaj je to, ne, kaj je to? Ja, to ljudje hodijo, ne. In to vidijo noter in bo lahko za 1, 2, 3 ture kupil knjigo, ne. Ja. Knjigo moraš poznati. Tega momenta ljudje sploh ne upoštevajo, ne. Tako da... No, pa še ena stvar, ki si je pa tudi že prej omenil, se mi zdi zelo pomembna. Sej v hribih je treba, ne, rast, ne. Tako, ko greš prvič na Šmarno, pa točno to naprej, in potem prideš do stopne, ko si zrel za brezpotje, če si. Ja. Ne. Če pogledamo prvo knjigo, pa po 10 letih tista brezpotja, pa zdaj to ta zadnjo prenovo, pa vmes je bila še ena, ne, je ta najtežja do zdaj. Ravno zaradi tega, ker ljudje rastejo, ne, ker mu vedno neki cilji niso več dovolj in že v tem vodniku ni nekih najbolj zahtevnih, naprimer Rusca, Rigelca, Fadamane, Police, recimo, ne, tega ni, ne. Pa bi lahko bila, pa še kakšna, ne vem, prečenje, Luknja Peš, Rjavina, ne vem, in tako naprej. Ja. Jih ni, ne, ker se pol vprašaš, ne, moraš pa dati nek deadline, ne.
Mogoče kaj še črto, pusti, ne. ne, potegni črto. Tako, ja. Čeprav tako včasih, ne, tudi si rekel, ti ljudje, ki učitajo, tudi jaz sem že zaznal, da ti mogoče kdo učitu, zakaj pa zdaj težavnost, ali pa zakaj je slovenska smer not, kaj stena, kako si dovoliš alpinističen spon. Ampak v končni fazi, ne vem, človek mora biti res zrel za ene stvari in mora biti sposoben in izkušen in tako naprej. In ne nazadnje, toliko samokritični bi pa ljudje morali biti, da tudi ne moreš, saj jaz si ne bi dovolil avtorja ene knjige kriviti, ker je samo popisal nekaj. Saj na koncu tukaj ni, ti ne nastavljaš pištole nekomu na glavo, ne? Zdaj pa pej to. Ne? Ja. Mislim, to predalčkanje pa to forumsko blebetanje, ne morem drugega reči, je tako bi rekel zelo žalostno. Ne? A ne? Ja. To lahko napiše nek človek, ki ni nikoli naredil nič takega pametnega, pa posebej za druge ljudi. Ne? Ta knjiga je v 25 letih tolikega veselja naredila ljudem. Jaz dobivam še zdaj pisma, mi pišejo, recimo, ne, zanči, Simona Pugač je bila na 7000-akih, na nekih odpravah, neko naprej, odkrila bezpotja, mi piše tam, razumeš, le, kje sem bila, pa slikce poglej, pa to naprej. Mislim, to je tukajnega veselja, ne, in ljudje ne razumejo, da za en tak vodnik, ne, koliko je to enega dela, koliko je to enega odrekanja, koliko je to enega pisanja, koliko je to enega raziskovanja, ne. In potem ti je en tip, ki ni v svojem življenju nič naredil, ki nima nič pokazati, lahko da je kdaj kaj plezal, recimo, pa tako naprej, ne, sem kam zdaj od tega, a si kaj naredil, a si šola druge, a si ne vem, kako ne, da ti pol neke take bedarije očita, zame je to škoda besed. Sigurno, sej, Škoda besed. To je treba spregledati. Pokaž se tam neki nared, svojo knjigo nared, pa jo bomo mi obravnavali in tako naprej, ne, a ne, da pa ti nimaš kaj pokazati, potem pa po drugih pluvaš, to pa hvala lepa. Ampak, lej, sej v končni fazi lahko tudi pač iz mojih izkušenj ti to povem, ne. Recimo, če rečemo alpinisti, da je, ne, Miheličeve slovenske stene so neka biblija ali pa neka osnova. Ali pa potem, če vključimo v ta arzenal vodniške alpinistične literature vse ostale alpinistične vodnike, kolikor jih je, ne, od Golnarjevih do, ne vem, od Podgornika in vse, kar je, da ne bom našteval, ne. Takoj zatem, ne, pa pride tale knjiga. In jaz recimo, jaz imam in ta prvo izdajo, tole, kar si je prej pokazal, in eno vmes in zdajle to ta zadnjo, ne, in sem jo dostikrat uporabljal, ker gore, ne, tudi nek alpinist pride skozi neko fazo, da v gorah še kaj drugega, ki samo stene, ne, in pač jaz sem se to šele pol pri gorskih vodnikih naučil, da niso samo stene. In tudi, ne nazadnje, pa tudi kot poklicno, ne, kot gorski vodnik uporabljam včasih to, ker tudi, kot sva že prav ugotovila, sej marsičesa enostavno ni popisanega, to pa pač zdaj je. Ne. In ne, že zdaj, hvala tebi, hvala Bogu, da to je. No in pa še en moment, ne. Takrat sva že prej omenila, ne, da recimo v severnih pristopih ima Mihelič nima niti ene alpinistične smeri. Ima vse zelo zahtevno bezpotje. In so onek celi, Rigelca, Rusca, ne vem, več teh stvari, ki bi jih jaz dal to noter, ne, jaz sem se poskušal ne preveč ponavljati, ne. Jaz bi dal to alpinistična smer, ne. Jaz sem dal alpinistična smer, recimo za rokav, zaradi tega, da ljudje se bolj nekako bojijo, ne, da so bolj pazljivi. Ne. Če bi rekel zelo zahtevno bezpotje, to ljudje tako, se to ni problem. Ne. Včasih je za kakšnega brezpotnika dvojka problem. Ali pa enka. Ne. In moj vidik je ta varnostnik. Ne. Dej, paste, bezpotja, zahteven svet. Ne. Raj napišem, da je težji, kot pa potem v resnici je, ne, zato da so ljudje previdni, da ne bo kakšnih težav. A ne, če bi komod bi jaz lahko tukaj v brezpotih dal vse razen slovenske v Triglavu, recimo, tisto bloho, recimo, tudi spustil, pa pola bi očitki poniknili, ali ne. Mislim, to je ta vidik, ne, kako boš cenil, ne. To med temi pisci vodnikov velja, ne. Tine Mihelič poenostavlja, Stritar
Zanga je tudi vse tako lahko, midva z mašero pa malo zahtevnejš. To je tako, ne. Moš nekako spoznati tudi, kdo piše, pa na kakšen način. Ne. Nek koncept in nazor posameznika. Tako, ne. Zanimivo. To hočem reči čisto prej, ne, debata, to je iskanje dlake v jajcu. Ne. Ja. To je teparija. Ne. To je škoda forumov, škoda časa, škoda živcev. Jaz tega ne berem, ker mi je škoda časa. Teh Facebookov to sploh za me ne obstaja, zato ker to je škoda časa. Je pa seveda je pa tudi vodniki so strukturirani tako, da imajo na začetku tudi nek opis in za kakšno dejavnost gre, tudi v kaj se spuščate generalno in te stvari je zelo, nam rekel, vredno, nujno tudi prebrati. No, takrat sem delal zimske vzpone, to je bilo, ne vem, 2004, 2005, nekje 6, sem prav en tak konkretno vod zimski naredil, ne, sem hodil še k temu vrhovcu na faks Tomažu in je bil, ta vod je bil zelo bogat, ne, dober, še bolj bogat je na teh tečajih za GRS, tam je res ta razdelan. Ampak recimo za enega zimskega pohodnika je tisto vod, zimski vzponi, čeprav mislim, da ni bilo več nobenega ponatisa, je toliko dober, da lahko en človek, ki pač nima izkušenj zimo, tisto prebere, si nabav opremo, malo potrenira in že gre. Ne. Zato je tako vod recimo zelo fajn. Sveda so pa za vzgojne zadeve so druge knjige, ne možne. V enem vodniku ni smiselno, da imaš ti preveč obsežne te dele, ker potem je to zgrešen, ne. Ti z vodnikom pokažeš, kam češ iti, ne. Kako iti, so pa zdaj samo osnove, ostalo pa druge, ne. Absolutno. Koliko tega, kar si zajel tudi v tem vodniku, pa tudi vseh ostalih, ne, zlasti tele zimski prestopi tudi, je pa pripomoglo tudi to, da si v neki točki tudi gorski reševalec postal. Pa vodniki niti ne, no. V bistvu je tale knjiga med gorskimi reševalci, ker oče imel doma, jaz sem jo pa že 15krat prebral, me je pa toliko potegnila, ne, da je bila tako neka tiha želja skozi nekako te herojske zgodbe, kako so včasih nosili, pa reševali, pa sred noči, pa s tisto opremo, pa tako, kako so bili nekako požrtvovalni, željni pomagati, ne, recimo, to je bilo meni tako top, ne, to pa To pač, ne, eni imajo ali imamo, eni nimajo, nič hudega, ne, sej je razumljiv, da ne more biti vsi enaki, ne. No in potem, ko sem ta prvi vodniški tečaj naredil, sem pa padel v kremplje Tonača, tako kot je bil recimo Tine Mihelič, moj mentor za vodnike, sem ga redno obiskoval, veliko skupaj predebatirala, prekadila, prepila tistega union pera. No, tako je bil recimo Tonač moj nek mentor za vodništvo, ne. Ne pa tudi je z mano pelil takih res. Še zadnjič enkrat sva se pogovarjala, ni mogel pozabiti, ne, šli mislim, na Dolški križ, pa to je bila taka odšteka natura, neki pa dež, pa ne vem, mislim. No, da imamo več razlož, kaj je bilo tam? Ta Dolški križ je bil res fenomenalen, ne vem, če ni bilo 94, 30 let od tega. In jaz sem tam pelil, ne, začel voditi brez potja, tako, ne. Jaz sem v bistvu, jaz imam 400 vodenih tur, same brez potja, ne. Zelo malo sem imel markiranih, ne vem. No in takrat je pač on z mano šel ene parkrat, ne, zato da se malo naučil voditi, ne, tako. No in to on je kar odprta knjiga, ne, to sam poslušaš, gledaš, ne. Perfekten, ne, ali pa tako neverjeten, kako je on, tako, ko bi rekel, recimo smo pili cel večer, potem smo že malo popili, on je vse, nismo mogli ti tam, enkrat sem nekaj takole kozarc malo polil, tako se obrnil, tis pa pijan, ne. Nič mu ni šlo, ne, res, se vidi, da je res, ne. Ali pa hodimo, že ko smo šli iz Ljubljane, neki deževali, pa neki tako, ne, pa se nekako malo skadili, pa to, vse je jasno, ne, mi hodimo tam gor, čez tisto blinovo glavo in on prav, danes bo pa dež. Kako veš?
Tam na dolnem Šrajmarjevo vilo je oblaček, je meglica. Veš, pa spet, kam si grejo dol, držbo. Mislim, tako, taki momenti, ne, ki sem gledaš, ne, takrat sem bil zelenc, ne, on je pa itak legenda, ne. A pa smo pa prišli na vrh, pa res je pol zaprl, pa daš. Takrat je on, za on je bila mama od Gora za Zemška na tej turi. In je do megla in pa se za trenutek odprl, ne. Pa je rekla, vse sem vedela, da mi bo moj Gogi naredil, da zlet bila. Njega je to toliko ruknal, ne, ker sta se poznala dobro, ne. Da je kar zginil, ne, 20 minut ni bilo, šel nekam po široki peči, je tako, in da gledam, kam je šel, ne, pa je pa le prišel, pa smo prišli v dolino, ne. Taka, mislim, ena od tistih kultnih tur, rekel, takih, ki se ti tako, še zdaj mi grejo kocine, po konjska se spomnim. In pa se peljemo domov, ne, in pa rečemo v avtu skupne, pa še tam mene 2 avta, smo rekli, no, zdaj pa, danes fantje častimo, ne, gremo. In pa smo šli v Štarijo, tam, ne vem, neki, kaj je bil, neki Teksas, ne vem. In mi tam naročimo, jemo, ne, to nači, tak, on je jedel nič, ne, on je jedel zjutraj mogoče kaj, čez dan nikoli nič, ne, pa zvečer, ne. In je tam eno rundo pojemo, ne vem, nekaj jetaca, kaj je jedel, še eno pojedel, ne, 2 porcije pojedel. In pa gremo kaj za šank, ne, deci, ne, in imamo plačali. Jo, veste, mi pa danes imamo prvi dan odprto gostilno, danes je vse zastonj. To mi je zadnjič rekel po 30 letih, se je to spomnil, jaz sem to že vse pozabil. In pa pridemo ven, punce, fante smo častili, drugič boste pa vi ženske. Dobro. Ja, teh tudi je bilo, tako z njim je bilo fajn. Anton Sazonov, ne, tako tanač, legendarni alpinist. Ja, 400 vodniških tur praviš, to si vse preko planinskega društva. Matica, ja, pa jaz sem začel, takrat sem takoj videl, ne, da ljudje pač, ki grejo na zahtevno turo, da se ne znajo obnašati, ne. Ne vejo, ali smo imeli kakšno štikarijo ali tako naprej, ne, glavno sem nas učil kot vodnike Planinske zveze za te vodne ograje. Na kratki vrvi itak ne moš, ne, po alpinistično, ja. No, niso znali se obnašati in jaz sem takrat uvedel tečaje in sem imel 35 tečajev, ne. Zdaj to še vedno nadaljujejo, ne, takrat so potem skupaj z tem gorskim vodnikom Markom Judičem to furala kar dobro, uvedla tudi popoldanske ture, to je laufal 100 na uro, res fajn. In to je bil en tečajček, tako 2 dni smo praktično delali v turnicu, pa smo imeli pa še zaključno turo, na kakšen, ne, ponovadi smo šli na Stanišev vrh, na primer, ne. Tako da so ljudje navadili se v ograje, naučili smo jih malo plezati, malo tega gibanja pa tako naprej, ne. Tako tam, na tisti skalci, ne, pa tam kakšno, ali kapelco, ali nekaj tam smo malo potrenirali, ne, tako, ni bilo to neko plezanje, ne, ampak tako, da so se naučili malo. In to je bilo tako dobro, da ker recimo, ker sem pa šel, ne, ker mogoče, ker sem ga vzel na turo, ker sem ponovadi tiste, ki jih poznam, ne, da je kakšen, ker se je malo tako uberal, pa mu je rekel, kakšen od teh starih rekel, kva pa ti tam, dej, spoki se, a zbil na tečaju? Nis bil, dej, tako je 15 tečaj, ne, tako da je to bilo obvezno, ne. In je bilo gibanje bistveno bolj elegantno in brez težav, ne, na primer, tako. Da to je bilo, ne, sem nekako pač nehal, ne, zdaj že nekih, ne vem, 10-15 let ne vodim več, ker enostavno pač ne znese, ne. Se pač usmeril od vseh teh širokih zadev, od naravovarstvenih do v mladinskem odseku, posod sem bil, ne. Zdaj sem bolj na tem področju publicistike, ne. Reševanje, ja, ne, ampak jaz sem že maturje, ne, tako da so že mladi. A kot gorski reševalci tudi v penziji? Ne, imam še licenco, ne, ampak vse imam 30 let staža, ne. Bil sem 10 let v Ljubljani, ne, postaje, sam takrat Ljubljana ni imela takrat 3 akcije na let, ne. Zdaj jih imajo toliko mi v Kamek, ne. Ampak takrat pač ni bilo, ne. Bil sem na tej strašni 3-dnevni, večdnevni iskalni akciji za Šraufa, ne. Tam je bilo kar... Bil sem 2 dni, 3 dni sem bil, ko smo Tineta Miheliča iskali. Jaz bil tik pred tem, da bi ga najdel. Ja. To je, po moje, to Tine zrihtno. V glavnem, jaz sem bil čist tam, kjer je bil,
ampak jaz bi mogel pod steno tega pihalca, ne. Ja. Je pa ena velika taka, 50-metrska, 30-metrska plošča, ne. In glih takrat me je tehnični urednik poklical po telefonu in jaz sem tisti telefon govoril in malo zadihan, namesto da bi šel nad tisto skalo, sem šel pod, ne, ker sem bil zadihan pa govoril po telefonu. Če bi šel nad, bi ga lahko videl pa, ne. Štosne je, ne, da sem jaz te slike po 8 letih še enkrat gledal. Po 8 letih, to je bilo leta 2004, ne, se pa po 8 letih, 2012, sem povečal v Photoshopu slike, tam, kjer je bil noter, in sem videl njegovo glavo not. A, res? Takole je imel glavo dol, tisto sivo, takole, se je nagnil takole. Noro. Če lahko samo oriševa, Tine je šel iz vrat proti pihalcu, ne, na luknjo in potem proti pihalcu. Pa je pa zaplezel, pa tam nekih par metrov, ne, pa je pa tam zvil, ne, in je obsedel s pogledom na Triglav. Fantastična smrt, tako recimo, fantastičen ambient, hočem reči, ne, smrt ni, ne, ampak ambient pa je bil pa res, ne. Ja, pa škoda, ker on bi takrat lih v penzijo šel, bi doživel. Ne, in takrat me je Tina Horvat, ne, hči me je klicala, ti kva fota ni, kva čmo da je gor, da sem rekel, kje gremo, ne? Sedla v avto in sva šibala kje in smo pol 3 dni tam šibali in okrog ga iskali. Ta zadnji dan sem jaz pol šel nazaj, ne. In ta zadnji dan mislim, da ga je pa pol nek planinc najdel. Nekaj tam hodil okoli, ne. Tam se gre po tisti grapi tako lepo direkt gor. Se ta Pihalc ima več teh nekih, tam še malo bolj zahodno se da še po enih travah gor, pa tako sem že tudi jaz hodil, plezal, pač to sem nekaj bolj spotja, tako, ne. Ja. No, pa sem pa šel, po 10 letih sem šel pa v Kamek, ne, in sem tam zdaj več kot 20 let že. In tam so se pa vrstile te akcije take bolj hude. Res, ne. Nočne. Okay. No, prva je bila tista, ki me je takratni načelnik GRS en Mivc, ne, Janez podjetje, rekel, no, pa da je tega Ljubljančana malo testira, ne. To menega 23. da je bilo 22. decembra 2003. Sta dva alpinista, ne, ostala na vrhu Grintovca, taka megla je bila, nista mogla dol. In akcija, ne, jaz sem glih prišel iz Bovca, tam smo neki 3 dni po hribih hodili, malo popivali, sem bil v zgone in tako. In potem smo šli, 4 smo šli, ne, ta gorski vodnik Rado Nadbešnik je bil naš inštruktor, pa Matjaž Ravnikar, pa naš Matek, pokojni, se je ubil v Peruju. Peruju, ja. Mošnik Matej. Čudovit fant. Smo šli pač ob 9, dež je padel, k strela, tam nas je pelil tam na spodnjo postajo, naš načelnik, in smo šibali gor, ne. To je zginil, to je bil navid, k strela, in smo prišli ob 11 po noč, gor je začeli snežiti, ne, v to zimsko sobo, to je bilo december, ne, vse zaprt, ne. Vse smo se neki preoblekli gor dol in pa smo šli pa proti Grintovcu. No, in takrat je prvič Rado imel nek GPS tak, samo ena črta je bila, en displej pa črta, in pa smo videli, a smo pod črto, smo parkrat pot, ne, in skozi gledal, ne, pa čez jame, ne, in pa kaj greš čez jam gor, ne, tis pobočje, ki je že malo bolj strm, pa tako pa pod tisto streho prijaš, ne, tam pa se ni videl medlkast, ne, res 40 cm snega je zapadlo tisto noč. In po enem momentu, ne, ko smo nekako poskušali kje gor prijati, je Rado se obrnil, jaz sem bil tretji, Matek je bil za mano, in rekel nazaj, kva pa je, ne, nas ne videl, ne, plas, a veš, ne, šutno plas, ne. In obrnemo se nazaj, gremo v to smer, ne, Mato gre naprej, Mato se vstal, plas! Plas levo, plas desno. Kva zdaj, ne? Rado, piči gor, vsak po svoje špuri, sam gor smo šibali. Veš, kakšni trenutki so bili nepozabni. In sam tako si gledal, veš, da je bo podbutnal neki tam, bi sem, ne vem, no.
Zdaj ne bi šli več v takih razmerah gor. Ja. Ne bi šli, to pač je, ne moreš, ne? To je preveč riskirano. In potem smo nekako prišli brez plazu do podstene. Mi gremo pod steno, pa smo pa zimski prehod, ne? Glito smo tam zimski prehod, to streho, da to streho obidaš, ne? No in tam je bil do tja je bila pa še ena flanka, ne? Ker nisi mogel iti po flanki in tam smo šli rado še naprej, tako, naredil si se kar pereščak lahko in smo šli tam. En za drugim, ne? Ja. Ker smo šli nazaj, je celo flanke ni bilo več. Ni bilo flanke. Zimski prehod, tak, šibamo gor z enim cepinom, tistim navadnim takim. Nekva meni se neki, baterija neki, nekva, oni so že zginili gor, mi z Matjažem sta prišla 2 minute pol na vrh za njimi. Matjaž je klev, je imel tam imamo neka, pa smo mi dali te toplotne voje, smo dali, ker je bil letne hlače, tako grozen, tako reveša. Matjaž se je polila termokrščam in se mu kronotno v glavnem pol. Sta bila toliko pasepna, če bi mogli, ker ne mogli nič, ker nismo nobene opreme, ne. Mi smo jo sam pokazali, ne, ona sta plezala in smo šli lepo dol. Ker smo prišli na konec zimskega tega prehoda, ker priješ v tisto flanko, je imel eno tako megalajtko rado in tako dolgo, ne, tako težko, ne, tako luč tisto. In tisto luč tako šiba dol, po tistem snežišu, gledamo, kva je to, ne. In ga v plas odnesel, ne. Odnesel v plas. In pa pridemo dol, rado, tulmo, ne. Pa se skubacal nekako ven, ne, prišel, vse sem redo, tako je prišel nazaj. Pa smo šli, v jamah smo toliko zašli, nismo več gledali tistega GPS-a, nismo pol nekam 50 metrov po tistem kopal gor, bi se grozen. Pa smo prišli na Kokarsko sedlo, pa nazaj dol. 9 nas je čakal dol Milc, pa Janez Petrič, tudi že pokojni, še Švarc policaj. Pa Milko Kunšič, se pol poslikal, pa smo šli pol na en, ki so zele tam neki, joto, neki pojest. Pa smo pa cel popoldne debatirali, kako smo imeli srečo. No, pa pač akcije je bilo pa kar pestrih, ne, tako fine so te akcije, ki lahko pomagaš, ne, ker čas pa peleš človeka, ki je sred noči, ne. Še dobro, da je tema, meni čas se kar uči v Rusijo, ker si toliko zadovoljen, da pripeleš kaj človeka v neko rešilce, tam ga daš noter, pač, naredil sem dobro delo. To je vredno, ne. Vse to vodništvo ni delač od tega, ne, se ti tudi človeku narediš veselje s tem, meni mislijo, kva to se dela za denar, pa vse nekaj tako. Pa ni res, ne, pa pej ti, ne, v kakšne, mi rečemo zajepne, ali pa kakšne take razmere, pa tako naprej, si človeku narediš veselje, tudi če plača, ali pa tudi če, ne vem, ga peleš za, ne vem, to, a ne. Vse to, kar jaz počnem, je iz tega štosa. Da dam tisto, kar sem jaz ugotovil, najdu, spoznal v hribih, znanje, karkoli, ne, od knjig, ne, jaz predavam po celi Sloveniji, ne, velikih plankov to, recimo, ne, konc meseca in tako naprej. Vabijo na vse žive konce, recimo tako, da daš to, ne, te hribe, to vesele, recimo, vse ljudje so zdaj, kakšni časi so, a ne, vsi so našponani te službe in tako naprej, ne, hribi ti še zmeraj ponudijo neki, ne, pa tudi družba, ne, prijatelji, to je, ne, čas smo prepeli, zabavali se, zdaj pa tam telefone šibamo, pa ne vem kva, mislim. Hribi ti še zmeraj dajo malo občutek tega, ne, skupnosti, pa narave, pa doživljanja, tako, sprostitve, vsega tega, ne. Ja, lepo. Tako, človek bi rekel, da tvoj dan poteka drugače. Oziroma malo več ur, kot moj, recimo. Jaz sem po poklicu organizator, sociolog, kadrovsko-organizacijska smer. Ne? In moja prednost je organizacija. Ne? Jaz sem vedno znal se nekako organizirati. Ne? In me sprašujejo, kako to. Moj delovnik je narejen s prioritet. Ne? Tole se bolj mudi, se manj, ti lahko počakaj in tako naprej. In vmes si moraš vzeti pauzo. Vmes si moraš vzeti freze. Koliko ljudi je zdaj izgorelih? Preveč zahtevajo od sebe. Zdaj se umiram, počakaj, vzem si 5 na 50 kolegi, ne vem, pogledaj kakšen film, 5 na sprehod, pa se ni treba skozi delati. Ne?
Jaz imam ogromen dela, recimo. Ne. Meni se takoj pozna. Celo soboto sem jaz pisal en vodnik, končujem, 10. vodnik. Kamniško Karavanke skupaj z Andražem Poljancem. Jaz sem napisal 4 opise v enem dnevu. Pa jaz sem bil včeraj, kot bi traktor povozil. Ne moreš, to je preveč, ne. Tako, moraš vedeti, kje se moraš ustaviti, pa kdaj se moraš ustaviti, ne. Potem telo, Izstavi račun. Stavi račun, tako. Ker če te v skupnosti, če tako rečem, ne poznamo po planinskih oziroma torej vodnikih, ne, po vodniški literaturi, pa v leposlovju, o čemer nisva še nič rekla, pa bi tudi lepo, da bi, te pa zagotovo zelo, zelo dobro poznamo bralci Planinskega vestnika. A lahko še eno zadevo zdaj omenim, ker smo Vsekakor. pri vodnikih, pa verjetno se ne bo vrnila. Ne? Lani je šla knjiga Vodnik Karnijske Alpe. Ne? No in jaz preko Vestnika stalno sodelujem z milansko založbo Versante Sud. Mi pošiljajo knjige, včasih jaz kaj naročim in tako naprej. Ne? In lani sem jaz to knjigo ponudil njim. In so takoj zagrabili. Italijani, ki imajo največji območje Karnijskih Alp tam in zdaj se končujejo pogovori, bo podpisana pogodba, da bo šla ta knjiga njim in jo bojo prevedli v italijanščino in nemščino. Kar je za našo založbo in tudi za Planinsko zvezo, mislim, da je kar dosežek. No. Da se naše vodnike prevaja v tuj jezik. Bravo, Imajo Italijani, imajo vodnike po Karnicih, ampak imajo tako, en predel, neki tako mal, neki. Tako da to je res uspeh. Tako, lepa. Ja, To je bilo po moje za omeniti. To absolutno in hvala, da si to upozoril. To založbo alpinisti pa tudi poznamo, če hodimo Dolomite plezati, sicer se veš, alpinisti odpreš knjigo, nisi pozoren na tam, kdo je zdaj to izdal, glaven, da je, ne. Ampak jaz se spomnim te založbe in teh edicij, ki jih tam izdajo, predvsem pa seveda alpinističnih, ne. Pa daj, preden greva še na Planinski vestnik, no. Ni samo, ne, če si pisal članke, pa tudi nisva še omenila, da pišeš tudi razne zbornike za gorske reševalne, pa lahko tudi kaj o tem poveš, ampak pišeš pa tudi, ne, si pa prisoten tudi pri leposlovju. Kako te je pa tja odnesel, ne, glede na to, da si začel. Spet se lahko vrneva v leto 1964, ne, Zajčkovi in Srnici, ne, pa je to verjetno bolj leposlovje, kakor vodniška literatura, ampak kako te pa tja odnesel? Pa kaj pišeš, sej teh vodnikov so se, moram reči, že nažrl, že 3 nazaj sem rekel, da to je moj zadnji, ne. In mislim, zdaj bom spet rekel, ta je zadnji, ne, ta je 10. Kamniško-Savinjske pa Karavankah, ker pač Planinska zveza nima več vodnika po Kamniških, po Karavankah ima še, mislim, da je enciklopedičnega, Kamniške pa ne, in ga mora imeti, ne, ta vodnik imamo že v planu, že kar 3 leta, pa ga bomo zdaj zgleda doklet izdali, ne. Pa to vodniško pisanje, to je tudi neka obrt, ki sicer ni tako enostavna, ne. Mnogi si predstavljajo, da to kar neki, ne, malo tam napišeš neki, ne. To je prav zanimiva štorija, ker recimo Skok je enkrat nek vodnik končal, mislim, neke ferate, tiskaj je imel, ne, pa Mašera pač prehotel dodati tiste težke ferate, ki so zdaj nastale, pa nas jih je dodal noter, ne. Pa Mašer rekel, no pa kar sam to naredi, ne. In je šel Skok sam, ne, vpise. Pa je pa tako enkrat povedal, to je pa kar zajema, tako, ne, to ni skvajfok, ne. Jaz sem rekel, kaj si pa ti mislil, ne? Ni, ne. Mislil se tole, to zna vsak, ne. Ja, pa ni, ne, tako je obrt, ne, ampak se moraš preučiti, ne. Leposlovje, to je pa čisto nekaj drugega, ne, ampak to jaz tukaj nisem, ne, doma, ne. Jaz ne znam tako pisati, ne, k Jančan in podobni, ne, ampak lahko pa gorski svet približaš z nekimi štorijami, ki so berljive, ne, neko, ne. Ko že reče Hladnik, da je to neka pol literarna, nekaj tazga, ne, recimo. Tako da jaz imam 2 knjige bolj kot neke potopise, ne. Ena pa je
dosti tako fikcija, ne. Tist čez rob, ta prva knjiga, to pa lahko rečemo, da je leposlovje, so kratke zgodbe, ne. Sam pravim, da jaz, da to može biti talent, ne. To može biti to sposoben, ne. Jaz sem sposoben pač napisati nek potopis, ne. Ampak sej te zgodbe je važno, da jih ljudje radi berejo. Zanj sem se pogovarjal z eno založnico, šefico založbe Kjara, ne. Se rekel, no ja, veš, jaz ne znam take knjige napisati, tako da bi bila res tako leposlovna, tako dobra, ne, pa kvalitetna. Jaz sem bolj tako preprost napišem, ne. Pa tako me je presenetila, prav všeč mi je, no. Je rekla, ja, veš, sej mogoče pa so ljudje, ki take zgodbe radi berejo, ne. Da take berejo, ne rabijo vsi tiste zahtevno literaturo, ki te bogati, ki ti da misliti, ne, in ki včasih še ne razumeš, ne. Tako da mi je prav všeč, ne, da je na tak način razmišlja, ne. Tako, verjetno bom še kaj probal v tej smeri napisati, ne. Ali pa kakšne take zbornike, ne. Jaz sem naredil zbornik o Tumi, ne. Pa zdaj Mojstranške vejice, na primer, ne. Take, to so tudi take hvaležne knjige, čeprav knjiga je problem, če imaš toliko akterjev, ne. Tukaj pri Mojstranških vejicah so 4 ljudje, ne. 2 recenzenta. Imaš lektorja, imaš oblikovalca, imaš, ne vem, to je taka množica, ne. To je prav zanimivo, ne. Jaz sem šel, ko sem delal knjigo za gorsko reševalno zbornik 100 let, 2012. Jaz sem šel do Branimirja Nešoviča, pokojni, odličen možakar. On je lastnik bil založbe Modrijan. In sem bil 1 uro pri njemu, to se je poznala, in sem mu razložil knjiga, zbornik GRS, to je pa le teža, ne, gorska reševalna, 100 let. Pa je on, ok, pa sem mu vse razložil, kako bi, kaj bi, kdo bi sodeloval. Naredil mi stroškovnik, neko aplikacijo, vse vnesel, ne. In po 1 uri sem pogovarjal in sem rekel, no, pa zdaj, a bi to pri vas izdal, ne? Rekel, ne. Kako ne? Rekel, take knjige so bub, ko imaš ti toliko ljudi, tam 30 avtorjev, kar mejo. Ni hotel. Zdaj mi je dal misliti, ne. Ne, najboljše je v založništvu delati 1 na 1. Tako, kot je pri nas na Planinski zvezi organizirana ta založniška dejavnost, pa to je najbolj zbirokratiziran sistem, ki je možen, ki ne živi. Ne, ti moraš tukaj delati 1 na 1. Urednik, avtor, ne, urednik, oblikovalec, urednik, lektor. Moraš pa ti delati urednik, pa 15 nekih ljudi tam, ne. Tak projekt, ne, ki imaš, ne vem, planinska šola, vodniški učbenik, 25 avtorjev, pa to delajo 8 let, tako knjigo. Se ne moreš prejeti nikamor, ne. Na primer, jaz sem tukaj naredil malo revolucijo, ko smo par let nazaj izdali Osnove planinstva, ne. To je neka planinska šola za splošno javnost, za publiko, ne, tako, ne za programe Planinske zveze. In tam so bile neke pobude, ja, pa bo ta to napisal, pa bo on to napisal, pa tretji to napisal, sem rekel, odpade. En bo napisal vse, pa imejte recenzente. Mi smo imeli pa 4 recenzente, razen če recimo kakšna specialna tema, ne, da ne vem, kakšna medicina, ki je podobnega, ne more reči, ne. Knjiga NVC v 1 letu smo jo naredili. Tako se dela knjige. Zanimivo. Ja. Čeprav verjetno je tukaj tudi problem malo narave aktivnosti, ne, ali kako. Ker, ali pa za začetek povejva, da si ti tudi od kdaj si pri Planinski založbi? 2017. Od 7 let naprej jo vodiš, ne. 7 let. Ker vse je drugač pisati, ne, neko temo ali pa vodnik, ki ga sam delaš, kakor si predstavljam, če si omenil planinsko šolo, ki pač imaš opravka z ljudmi. No, zdaj je prišla pobuda, glih jesen, da bi na novo napisali planinsko šolo, ne. In zdaj smo tik pred sestanki. In sem že prav napisal, pazite, da si ne boste zagranili življenja s tem, koliko vas bo sodelovalo, ne. Čim manj, tem boš, ne. Čim manj pač recenzenti, pa tako, ne. Ampak bomo videli, ne vem.
ene stvari se da poenostaviti, enih se pa pač mogoče ne da. Ne. Omenil si tudi Tumo. Kaj si to napisal? To pa tega pres ne poznam. Leta 2000 je po založbi Tuma je šla 2 knjigi. Ena so njegovi izbrani planinski spisi, ena pa posebej knjiga o imenoslovju, terminološka neka, ker on je imel cel kup teh pobud za imenovanje. Ne, in je to pač kot ena knjižica zraven. Debela knjiga je pa to, kar je v Planinskih vestnikih objavljal. No, in jaz sem to nekako zbral, naredil pač nek vrstni red, geografski od Bohinjskega pač do Italije. In vse te njegove zbral in tudi debela knjiga, ne, Akaorak, ne. In če bereš te planinske spise, tako skratka spoznaš, kje on vse hodil. On je tudi tako hodil, pa proučeval, pa pisal, pa zbiral podatke, zgodovino, ljudi spraševal, kako so živeli in tako naprej. Tako da te njegove knjige niso neki potopisi. Ne. Bereš tako, veliko zveš v tistih krajih, tako naprej. Ne. Tako kot je Volk pisal v Karnijskih Alpah. Mogoče moramo sam povedati, če kdo ne ve, ne govoriva o Henriku Tume. Tuma, ja. No in tam sem pol napisal en predgovor, delal sem še skupaj z enim zgodovinarjem Brankom Marušič, ki je poznavalca, ne, in je potem to pač prišla lepa knjiga ven. Ne. Sicer je tako, se težko proda, ne, ker to je le to zgodovino, kdo pa to še bere, pa to ne. Tako da, v glavnem pač lepa knjiga, ne. In si tak človek, kot je bil Henrik Tuma, si zasluži pač neko tako izdajo, ne. Je pa malo moteče to, ker si ga lastijo razni neki politični, kar ne, mene ne zanima, kaj dosto. No. Ja. Še to, no, o vevercah, pa o veveričarjih, ne, o znanih mojstranskih vevercah, tudi 2 od njih smo tudi že v naših epizodah gostovali. Pa pišeš knjigo, malo bolj poglobljeno. Je že napisana. Že napisana. Je že zdaj tik pred izdajo. Že, ja. To naj bi se zgodilo. Ja, v začetku januarja je vse določen, kdaj bo tiskovna konferenca v Planinskem muzeju in potem predstavitev knjige in tako naprej. Tako da, ta knjiga je, to sem naredil v bistvu v 2 mesecih, januar, februar letos. In, nisem niti vedel, kaj me čaka. Ne. Mislim, da bom mogel pač neke vodene intervjuje in kaj vse. Na koncu je skazalo, da so fantje toliko sami napisali, da sem sam pač nek uvod napisal, ne, pa malo kakšen pogovor s kom. Ostalo sem zbrskal, ne, iz raznih arhivov so hodil, kjer v Jesenice, v knjižnico, Železar, ne, ta Makroni zdajšnji, ne, je imel svoje glasilo in tam je vse digitaliziran, ti sem vse prepisal, cel kup so mi dali nekih člankov na roke napisan, natipkan, tako, mislim, hecen, to je bil. Glavni del je bil moj zbiranje gradiva, ne, tako da, in iz tega prav lepa knjiga nastala, tako. Uvod je pač neki časovni pregled, ki sem ga jaz naredil, ne, kot tipi so bili res dobri plezalci, oni so imeli več dejavnosti, plezanje, reševanje, smučanje in ostala dejavnost, Kofler memoriale, in kva vse, predavanja in tako naprej, tako da so vpeti, ne, v to planinsko sceno, ne, potem so pa njihove zgodbe ločene, plezalne, reševalne, druge, ne, bili so tam na 91. ti zastavo na Triglav nesli in tako, ne, tako da na koncu pa še pač malo v samem o njih, ne, nekaj malega sem tudi mnenj zbral o pač alpinistov o njih, ne, tako da pač je dober pogled v to, kako se je včasih plezal, seveda oni so plezali tehnično, ne, to je čist nekaj drugega, kot zdaj, ne. Oni so tam bili, lojtace, to. Pa po tistih previsih so se tehničarili, tako ne. To je bilo pač, takrat se je tako delalo. Tak čas je bil, ja. Kot, No, zdaj pa, če se le vrneva, pa kako rečemo, najstarejši slovenski reviji, ki še izhaja. Ja. Torej, k Planinskemu vestniku. Kako pa si se tam znašel na... To sem se znajdel na podlagi planinske šole leta 1973. Na tej šoli je bil Andrej Badvar. Verjetno je bil eden od inštruktorjev. In se pravi, da se o tem poznava, ne, evo, 40 let. In
Potem pa tam leta 2000 me je on pobaral, jaz sem takrat nekaj pisal za neke revije, tale knjiga je šla, Tuma je šla že takrat, pa en vodnik naravne znamenitosti. Nekaj sem imel že za pokazati, pa po delu sem veliko pisal, več nekih revij sem sodeloval, neki Fit, pa Turist, pa kaj sem, cel kup je bilo nekih, sem se nekaj udinjal. In on me poklical, pa je rekel, ti, daj priti na zvezo, ne. Jaz sem prišel na Planinsko zvezo, prvič vrata prestopil, nisem bil nikoli še tam, tisti Dvoržakovi. In je tako me kar presenetil, rekel, ja, a bi ti tole prevzel, ne. Vesnika bi bil, ne, urednik, lahko gledal, ne. Bil sem parkrat pri prejšnjem uredniku, ne, tudi v njemu službo, vmes članke, slike, dias in tako naprej, tako da sem pač vedel, ne. V bistvu sem ga že tega prejšnjega urednika sem že kar mal nagovarjal, če bi kaj sodeloval, ne, tako, ampak dobro, to je mim tega, ne. No, v glavnem, Andrej Bodvar, ne, je rekel, da je en teden imaš časa, ne, razmisli, ne, kaj ne razmišljam, ne, takale zadeva ti ne pade, takole od 8 jutra, ne, to sem pol tako je drug dan že rekel, ok, grem, ne. In seveda, poj pa tako, ne, pol se poučiš, ne. Tudi na napakah, ne, tako da zdaj moram reči, da je to, kar počnem, zelo rutinirano, ne, ampak da do tega prideš pa traja, ne, Imeli smo tudi kar krize vmes že hude. To je bilo drugače 2001. 2001 sem jaz začel, ampak 2001 let sem imel jaz priprave. Dal sem je en let. Jesen 2000 in takrat se je potem začel nekako to odvijati, ne, se prejšnji urednik je bil zelo jezen, razočaran, ne, tako da mu ni šlo to. Marjan Nasresen. To so bili neki taki mučni upravni odbori, tam kreganje in tako naprej. V glavnem, dejstvo je, ne, da je Vesnik bil vso zgodovino tako v redu revija, čeprav je bil dostakrat tako zelo skromen, nekih 16 strani, pa vojne, pa ni bilo denarja in tako naprej, ne. Pol po vojni v času urednika Tineta Orla, to je bila debela revija, to imaš te vezane, tam ne, par centimov, ne, tako orenka revija, ne. Potem je pa v teh 80 letih je pa kar 90 je nekako šel navzdol, no. Tehnično, oblikovno. Če veš, da je recimo 2001 šele z januarjem prišel barvni tisk, ne, ker tam bi živel 15 let druge revije, pa to nekako, ne. Verjetno je rabo in so ocenili na vodstvu, da je pač rabo neko brco, ne. Seveda prejšnji urednik, koga bo krivil, ne. Jaz ga nisem zamenil, ne. Jaz sem prišel na mest njega, zamenjal so ga je vodstvo, ne, tako kot bo mene enkrat zamenil, ne. Potem smo pa to revijo kar orenk prenovili, no, tako. Pa 2010 smo povečali format in tako da zdaj je nekako ta politika tako dosti načrtna, no. Načrtno delamo teme, a ne, te izlete v sredini in načrtno intervjuji, tako da ni tako, včasih je bil Vesnik bolj odvisen od tega, kdo bo kje poslal kakšen članek, ne. Zdaj pa to mi kar naročamo kdaj, ne, dej, tole imamo, tole se zgodilo, kdo bo to naredil, tako naprej, ne. Včasih je bilo več avtorjev, zdaj jih je manj. Kar ni nujno, da je to slabo, ne. Mogoče komu to se zdi malo čudno, ampak enostavno je tako, ne, ko ti narediš nek nivo, ne, ljudje sami znajo oceniti potem, a sem jaz dosti dober, da bom to, ne, napisal, ne. Naša velika naloga je to, da iščemo avtorje, ne. Mi tako kdaj kdo na kakšnem spletu kaj napiše, na kakšni spletni strani, ali včasih tudi na kakšnem Facebooku, se pa jaz tega ne berem, ne. Ampak mi tale pa tole napisal in pa jih malo povabimo in tako naprej, kakšni se skažejo za v redu, ne. Imamo potem dolgoletne sodelavce, tako, ne. Tako da je kar pač Pa bi si želeli več? Avtorjev. Ja. Ja, avtorje nikoli premalo, ne, ker potem, jaz ker imam nabor, ne, teh člankov gledam, to jih imam po 45, 50, 40, 50 člankov, ne, pa zmer dajem te boljše naprej, ne. Tisti pa lahko počaka, ne, dokler Tok imaš mogoče na eno številko, recimo, in pol moraš izbrati, kaj boš nudil, kaj boste nudili. Ja,
To imam nabor, recimo, da imam 40 do 50 člankov, imam skoro nalagarjev. Točno vem, koliko so kakšni dolgi. Ne, recimo, ne. Razumem. Včasih smo dolge članke bremzali, zdaj jih vabimo. Ne. Kaj pa je dolg članek že? Dolg članek je tam nekje že več kot 15,000 znakov, recimo. Ne. Včasih te miniature, to je za zaflikati eno stran. Ljudje imajo rajš malo tako, da imaš za prebrati nekaj 4, 6 strani, 8, tako da imaš misliš, koliko geja, recimo. Gledaš, imaš urnik članke, hočeš ti sam eno doživetje, pa na drugi strani spet drugo, pa tretje, to je bolj za, ne vem, za društvena glasila, za spletne, tako. Tako da, pestro, no. V glavnem, po enem letu je bilo, tako kot vseh 24 let, seveda je vedno težava. Jaz sem operativc, jaz nisem politik. Mene planinska politika ne zanima. Jaz hodim na upravne odbore izključno zaradi tega, da iščem teme, če v kaj pisati. In ta funkcionarski del se vedno nekako rine v ta naš strokovni del. Naprimer, zdaj se spremembe statuta sprejema in zdaj sem prebral včeraj, da je nek, ne vem, predlog iz enega ali MDO-ja, ne vem kje, da bo urednik vestnika mandatna funkcija na 4 leta. Pa to je toliko neumen predlog, da sploh ne znam povedati. To je mešanje strokovnosti pa politike. Jaz sem dal čez, ne vem, po moje 30 podpredsednikov Planinske zveze. Včasih je bil kakšen tak težak vmes, da nam rekel, kaj bi z njim naredil, ampak zdaj tih ljudi nikjer več ni. Tam je, ki ima tisto funkcijo, takrat je pameten, vse ve, funkcijo ima, moč ima, seveda ima, ampak znanja pa ni vedno. In kje so zdaj vsi te ljudje, ki so predlagali, ne vem, da naj nazaj gre iz barvnega na črno-bel tisk, ki so predlagali, da naj ukinemo tisto sredico, odobliko z nami na pot, že na glasovanje je dala tamle. Mislim, to je rubrika, zaradi katere eni kupijo revijo, To je toliko enega nepoznavanja. To je tako, kot bi rekel, recimo, tale predlog, da imamo pa tole Anico iz Planinske založbe, da bomo imela mandat 4 leta, po 4 letih bomo pa videli, če dobro delajo, pa podaljšamo, mislim. To je trapasno, v glavnem. V glavnem, to se hoče bojati. Po enem letu me je zaradi teh nekih stalnih pritiskov, takrat ni bil več Brvat predsednik, jaz sem dosti rekel, jaz tega ne grem, to je brez veze. To je škoda mojih živcev. Mislim, poslal odpoved, ne bom več urednik vestnika, poslal Meti Vukić, ki je bila referentka za vestnik. In naslednji dan, ali že iz dan, ne vem, ne spomnim še več dobro. Vem, da je pošta prišla že na zvezo, ampak ona je bila tudi za alpinizem, in seveda alpinizem je bil to neškarja in ona takoj, to ne, Jan je odstopil. To ne pa mene, pa kaj si pa ti greš, Ja, dosti imam tega, to je čisto napačno razmišljanje. Kaj si pa s tem naredil? Njim si dal, prav, oni bojo zmagali, to je brez veze, ti moraš usajati, In tako je pogovor, jaz sem ga imela vedno zelo korektno, tudi sprla so se tako, res, ampak vedno pobotala profesionalno, tako res, škada je bil super. In noč, prepričal, mislim, jaz potegnil nazaj, jaz sem rekel, ok, se je premislil. In jaz moram reči, da sem znan tukaj, tudi predsedniki so mi to priznali, da imam trdo kožo, Zle pa mi ne pridejo mlisteli funkcionarji. Tudi povem jim vse lepo, sicer kulturno, ampak če se ne strinjam, pač, ker to pač moč, Mi smo posebej dejavnost. 15 let nazaj, ne vem, je bila ena seja, skupščina, kjer je bilo na glasovanju, ali gre ta planinska trgovina posebej, v neko hčerinsko družbo, ali ne. Za 2 glasova so zmagala, zgubili, In ta organizacija, recimo, poglej Olimpijski komite, poglej SAZU, poglej Filozofska fakulteta, vsi imajo te prodajne zadeve ločene, Mi imamo to še zmeraj skupne. In zato je potem na nekem takem amaterskem nivoju pač, in lahko bi pa bilo drugače organizirano, Ne rabiš odbora za založništvo, tam 6 ljudi vabiti iz cele Slovenije, da se gledajo, pa sprejmejo nek sklep, ki nobene veze, kva se gre.
in tako ne. Tako da, Kako pa je, ja, super, the best. Kako pa je delovati zdaj z uredniškim odborom, ki jih imaš, lahko jih tudi na hit našteješ. Mogoče se kaj pa spodobi. če koga pozabil, da mi tam le en vestnik tam prebral. No, Ja, naštejem jih, no, najdalj z mano je Emil Pevc, ne. Njega mi je Škarja porinil novembra 2001, izšli smo september, oktober in novembra je bila ena grozna naslovnica, obupna, ne, Škarja mene poklical, pa kva je to zdaj? Jaz sem rekel, ja, pač le takole je rata, ne, ti sem bil še v zelen in rekel, to moraš zrihtati, to moraš zrihtati. Tle imam enega fanta, dej, zrihti, ne. Emil Pevc, ne, on je na pol slep, ne, ampak je moj najstarejši član, najdalj ga imam, ne. Odlično se štekava, ne. Predvsem je dober zaradi tega, ker te moje, kako ne rečem, zna ublažiti, ne, te kolerične izpade. Ja, tako da, ne vem, če se ga v teh 24 letih, če ga dvakrat, tako enkrat, da je tako le mal vzrojil, ne, tako, to je res tak filter, ne, perfekten. In tudi potem to naprej prenaša na vse oblikovalce in tiskarje. Potem je z mano dolg Mateja Pate, ne, njo sem pa potegnil tam iz Grifa, ki je Grif crknil, pa je tudi super, ne. Pol smo pa zdaj, ne, prej sem imel pa še na drugo ekipo, ne. Potem je pa, kdo je še? Marta, Krejan, Čokl, ona je tudi prišla tam nekih 10 let nazaj, Dušan Škodič je že dolgo z nami. Zdenka Mihelič za Planinsko zvezo to pokriva, recimo Irena je zraven, ona je bila dolgo časa tajnica, potem je pa pač začela urejati te vodniške zadeve. Tina Leskošek je imela dolgo časa alpinizem, zdaj je bolj malce naravovarstvo. Ja, zdaj ima bolj službo, otroke, ampak še vedno z nami fajn sodeluje, ni tako zelo redno zraven, ne. In potem je Mire Steinbuch, ne. No, Mire je pa prišel zraven, sem ga tudi povabil, ko je šel Streeter ven, tam nekje 2015, 10 let je zdaj z nami. In sem rekel, daj pridi malo zraven, ne. Potem sem prišel na sestanek, je prišel zraven in sem rekel, ja, zdaj Streeter je šel, mi moramo malo pomladiti uredništvo, ne. Pa sem Mireta povabil, ne, mislim, da Mire še starejši, kot Streeter. In tako smo se malo nazabavali, ne. In je pol Mire rekel, ja, jaz ne vem, kako se bom z vami ujel, ne. Jaz bi bil tako, kakšen let, da malo videl, ne. In takrat smo uvedli pripravništvo, ne. Ja. In zdaj Mire po enem letu, ne, je bil zraven, ne, je rekel, no, bom z vami, ne, in tako naprej, ne. In mislim, meni tukaj pomagajo ta znanja tega kadrovskega, ne. Recimo, kako voditi skupino, kako najti človeku tisto, kar mu odgovarja, ne. In Mire, to sem takrat rekel, daj, kaj če bi ti intervjuje prevzel, nimamo enega, ki bi to, ne. In to je odličen v tem, recimo. Pa še literaturo, ne, knjige, odličen v tem, ne. Kako najdeš potem temo, ki je človeku dobra. Dušan se ni zanimal za zgodovino. Jaz sem rekel, ti nimamo benga za zgodovino. Le kakšna zgodovina, knjige piše, ne vem kva. Kako najdeš to, recimo, ne, da se vsak nekaj znajde, da dela tisto, v čemer je dober, ne, recimo, ne. Tako da to je težko, no. Potem je sicer bila takrat, 10 let nazaj, bila kar voden kriza, niso samo zunanji pritiski, ne, takrat je potem sta v 2 dneh 2 člana uredništva tako, bi rekel, kar dramatično odstopila in potem čez en čas še en, ker sicer ni bil član uredništva, pa še Streeter je potem šel, ne. No, in ker sta te dva šla stran v 2 dnevih z nekimi takimi še pismi, ne, o tem, kako sem jaz grozen, ne. Pa nisem imel druge, ne, sem mogel pa krizni sestanek sklicati. Ajde, fantje, punce, takrat, čisto vsi so prišli, čisto vsi. In jaz sem pol ure govoril, rekel, lejte, situacija je taka, 2 sta šla, kako vidim jaz revijo, kako vidim sodelovanje, kaj bi kdo kaj počel, kako bomo naprej.
Zdaj pa prosim, da mi vsak od vas pove, a se vidi v tem ali ne. Ampak pol ure sem govoril. Vsi so mi za. In funkcioniramo 10 let, super. Se pravi, lahko rečemo, da je danes planinski vestnik v dobri kondiciji. Nikoli ne veš. En sam človek ti lahko ponese težave. Da ni malo po svoje, noče recimo skupinskega dela. Fora je v tem, da tukaj v tem našem prostoru ni veliko ljudi, ki bi lahko bili uredniki, ampak seveda so, ne. Kaj je problem, ne? Poglej bivše mandate, sam zveze poglej, ne? Imaš odlične ljudi, odlične poznavalce, ampak se ne zna vklopiti v skupino. Individualist. Ne priznava neke avtoritete in tako naprej, ne. En človek ti naredi zbrko. In mi imamo tako včasih, kakšen malo vleče kaj na svoje in mi rečejo, dej, umir ga, umirijo. In moram jaz potem malo tako, ne. Ta skupna dinamika, skupinska je zahtevna, ne. In, ja, to zagotovo. ja. Kako pa danes vidiš vlogo planinskega vestnika v tej naši planinsko-gorniški skupnosti? Ja, to je kar zahtevna zadeva. Recimo, zdaj imamo 130-letnico, ne. To pomeni, da bo, se pa v naslednji let, ne, bo vestnik 130 let, kar je šel, 130 let izhaja, ampak letnikov je pa 125, ne. Se pa še naslednja številka decembra, 125 letnikov, ker 5 let ni izhajal, ne. To med drugo vojno, ne? Med prvo vojno. Med prvo vojno. Prvo vojno, ja. Med drugo je skozi nekako izhajal, sicer bolj, ja. Skratka, to je bil en tak razvoj, ne, ki je pomemben, ne, recimo. Vestnik je trenutno edina, to je najstarejša slovenska revija, ki izhaja, mislim, da je bil nek Čebelar, pa ene 2 revije sta bile še pred vestnikom in je to ena taka, rekel, kulturna dediščina, ne, ki je pomembna za državo. Ni pomembna samo za zvezo, ampak to je prav kulturna dediščina, recimo, ne, pomembna. Zdaj v teh seveda turbulentnih časih zadnjih 20 let je pa prišlo do vsega, ne, splet, video, ne, družbena omrežja, podcasti, vsega je toliko in tukaj nekako se mi kar lovimo, ne. Zdaj z tem mesecem gremo poskusno drugič že na elektronsko revijo, elektronsko izdajo. Problem je zdaj, ne samo, da tiskani mediji naklada in pada, ne, ker smo mi še kar, ta trend je bistveno upočasnjen, kot pa pod drugim medijem, Dnevnik, Delo in te, imajo hitrejši padec, kot ga imamo mi, ne, ampak vsem padec je, ne, enkrat bo pa šlo do tega, ker se bomo mogli vprašati, ne, v kakšni meri še naprej, ne. Spet naši bralci so srednja, starejša generacija, ne. Prejšnja leta je bil največji osip, ker so ljudje odpovedovali vestnik zaradi tega, ker niso imeli denarja, so šli v penzijo, ne. Zdaj ni več to glavni trend. Glavni trend je, da ljudje nimajo časa. Nimajo časa. Brati. Ne vzamejo si časa za brati. Mislim, to je zadnja leta, recimo, ne. Šokantno tako, ne. V kakšnih časih živimo, da človek ne more brati. Sej, verjamem, ne. Jaz imam tudi doma toliko enih časopisov, da včasih za en mesec nazaj berem, ne, ampak pač ne. Tako da tukaj loviti noter, ne, to, da preživiš, ne, je kar težko, ne. Največji problem je seveda tudi to, da mladi ne berejo nič, ne. Vse na hitro, vse tako, a ne. In zdaj ravno zato, ne, da bi poskušali tukaj vsaj malo te mladine ujeti, ki jih hribi zanimajo, ali pa to pisanje, kar pač pišemo, ne. Gremo zdaj na elektronsko revijo. 10 let nazaj smo že šli, pa se ni obnesli. No in zdaj gremo poskusno in mislim, z novim letom bo to pač izšel vestnik že v neki digitalni obliki, ne. Na bralnikih in tako, ne, pač to zdaj počnemo, ne, v to smer gremo, ne. Kaj to pomeni, da tiskanje ne bo več, oziroma bo sočasno? Ne, sočasno bo, samo da je pač digitalna izdaja, bo nekaj cnej, ne. Spodjedno bo. Se boš lahko odločil. Ja, mislim, da te tiskani, da ne vem točno še, kaj se še nekaj menimo, ne, pa nismo še čist
odločeni, kako bo, niti ne vem, no, ker to na zvezi vodijo, ne, in bo to obe izdaje boste, verjetno, da tiska bo tiskan, bo lahko mogoče tudi dubo, ne vem, še to, ne, z nekimi, ne vem, logirani in tako naprej, ne, ampak lahko boš pa samo elektronsko verzijo imel, ne. Za marsikoga bo to verjetno pa dobra noviteta, ne. Upajmo, ne. Jaz bom ostal še natiskan, ne. Ja. Zvečer v posli to nekam odneseš, greš na dopust, flikneš v avto, vse čas polbereš, ne, ampak slej, ko prej pa primeš v roke, nekje na enem stolu, kakorkoli, in je to v rokah, ne. Če primerjaš mogoče pa vsem tudi vlogo Vestnika skozi čas in pomena za planinstvo, če gorništvo, alpinizma, ne, da ne bom to se ponavljal, pa pomen danes, kako vidiš kakšne razlike? Danes so čisto drugačni časi, ne, tako da mi tudi take vsebine dajemo, da so bolj pragmatične, tako, ne, da ljudi zabavajo, da informirajo, da imajo zanimive pogovore, ne, tako. Dobro, to je bilo tudi, ko se je Vestnik ustanovil, ne, so bile neke zgodbe, ne vem, ta prva številka, neki skuta, ne vem, kaj že bilo. Ampak pač do prve vojne je bil glavni moment ta nacionalni, ne. Do prve vojne, takrat je bila Slovenija Avstro-Ogrska, ne, takrat so bile avstrijske, nemške koče, poti, Nemci so govorili in to je bilo, ne, to ne možete primerjati zdaj, ne. Med vojno je bila spet ta Jugoslavija, brez Primorske in tako spet, ne, tako en tak vmesen, čeprav vmes je bil v 30 letih bil kot boom, ne, tista skala potem prevzela planinsko zvezo, urednik je sicer obstal, ne, Tominšek, Stanko Tominšek in on je bil 32 let je bil, ne, urednik, od tega 26 letnikov, ne. Ja, 32 let, Oro je bil 30 let, ne, ampak on je bil v roku 32 let, ne, kakšna doba, ne, tako da mislim. Seveda, takrat je veliko bilo boljši tisk, več slik, več alpinizma, ne, in tako naprej, to pač tako, ne, potem pa po vojni, ne, pa ta množično planinstvo, ne, vsi v hribe, ne, tako, veliko teh novic, alpinizem, to je bilo nekako, ne. Zdaj pa ni neke, skoraj da bi rekel, da ni neke rdeče niti, ampak je ta najbolj vidik je tak, ker mogoče Tone Stojin je napisal enkrat, ja, da je vodniški Vestnik, ne. Lahko, da je vodniški, ne, ampak v bistvu poskušamo širiti, ne, čim več tem, ki bi zanimale več ljudi, ne. S tem pač kupno potencial zboljšaš, ne. Da smo imeli soteskanje, ne vem, kakšne take stvari, teme, ki so jamarstvo, kaj se vem, recimo tako, ne, recimo enkrat zadnjič je en pisal, odpovedujem Vestnik, ker ni not kolesarskih izletov, ne. Gorsko kolesarstvo, recimo, ne. Tako, neke outdoor aktivnosti, tako, ne. Ampak glavno je pa še vedno to, ne, informiranje o zvezi, ne, ker Vestnik ima največjo vlogo v tem, da je največji arhiv planinske dejavnosti, planinske zveze, planinske organizacije, ne. Arhiv. To noter ostali Vestniki še 50, 60 leta so imeli priloge, zapisnike občnih zborov, skupščin in podobno, ne, recimo, ne. Ker je 58. leta tam na Veliko Zalivji pogovorila zveza, ne, takrat je zginilo vse, ne. Kaj pa ti ostane? Vestnik, ne. Ja. In največji argument je tistim, ki reče, ukinimo tiskovno revijo, ne. To je arhiv. Kaj boš povedal, ker tega ne boš imel? Digitalni arhivi so, niso in tako naprej. Tako, no, mislim. Je pa vedno tudi ta problem planinske zveze, ki pokriva tako široko paleto aktivnosti, ne. Ja, seveda. In potem pač tisti na enem koncu bi imeli samo tisto na tistem koncu, pa jih tisto na drugem koncu ne zanima in obratno in tako. In potem te turni kolesarji odpovedujejo, ker ni dovolj turnega kolesarstva noter. Ja. Kaj bi pa rekel mogoče komu, ki
kaj piše po Facebooku, kakorkoli si že prej omenil, tudi mogoče za kakšne druge edicije, pa mogoče razmišlja, da bi pa tudi si morda želel tudi v Vesniku kaj objaviti, pa se ne upa, ali pa kakšen je recept za koga, da se opogumi? Naj se opogum, pa naj piše, naprimer, ne. Ta teden je pisala ena članica te odprave ženske, da bi sodelovala z Vesnikom kot avtor. A ni zanimivo? Pač treba se opogumiti, ne. Vsak mora imeti izzive in mora se pač, tako kot sem se jaz za prvo knjigo poklical kele na Siddharto, bi izdal knjigo, na tak način je treba iti, ne. Nič ne bo prišlo Z neba. iz neba, ne. Enostavno pač moraš kdaj stvari v roke vzeti. Tukaj je ena odlična knjiga na to temo. Neka trdnjava, ne, kako je že en italijanski avtor. Perfektna knjiga, zdaj se ne spomnim naslova. Tam en tip naredi šolanje za enega oficira, takrat so imeli Italijani neke postojanke v Afriki in gre kaj in čaka celo knjigo, celo življenje čaka, da bojo eni prišli, ne. Ni dočakal, prej je zbolel pa umrl, ne. Tako, pa si razmišljaš o tej knjigi, kaj je narobe naredil, ne. On je sam čakal, ne. Ne gre, ti moraš kaj narediti, ne. Drugi so napredovali, on ni, ne. On je kar nekaj čakal, tako. Enostavno moraš stvari vzeti v svoje roke. Skratka, če bi kdo rad kaj napisal, naj napiše. Vabljen. Sicer pa tako, kot tudi rečemo doskrat pripravnikom ali pa mladim alpinistkam, alpinistom, ne, ki se ne upajo prijavljati na alpinistične tabore, prijavite se, ker več kot ne se ne bo zgodilo. Ne. Tako. To je najhujš, kar se ti lahko zgodi, zelo verjetno so potem tudi sprejeti in tisti, ki ima malo žilce za pisanje, verjetno tudi. Pa to je, ne, ravno zdaj septembra je naša Marta napisala en tak res odličen uvodnik, zakaj pisati, ne, recimo, in sicer ona piše tam večje delo o tem na spletu, pa alpinisti, pa doživetja in tako naprej, ampak velja tudi za Vesnika, ne. Tudi za recimo gorsko reševanje imamo premalo člankov, ki so res dobre akcije, ki bi lahko kdo se malo pogumil, ne, pa ni, ne. In zdaj, ali smo mi nesposobni, nismo toliko učinkoviti v tem, da jih spodbudimo, da bi pisali, ne, ampak to je naša stalna naloga, da vabimo ljudi, ne, da zapišejo kakšna svoja doživetja in tako naprej, ne. Saj včasih tako naredimo, ne, da preberemo kaj na kakšnem spletu, pa pišemo avtorju, ne, ali bi to malo širil, pa da je še za sem, pa tako, ne. Ampak te tam mladi večinoma ne vidijo, ne, toliko zelo tega fokusa, da bi v reviji pisali, ne. Bolj na tem spletu, pa tako naprej. Pa znajo kakšni dobro napisati, ne. Čeprav ta Facebook pisanje, ne, to je čisto nekaj drugega, ne. Zdaj smo imeli eno avtorico, ki je tako vztrajala na takem nekem domačem žargonu, da je pol težko skupaj priti, ne. Mi smo le revija, ne moreš tukaj pisati tako kot na spletu, ne. Enostavno pač ne gre, ne. In zdaj, če tega ne razumeš, ne, je škoda, potem sicer izgubimo enega avtorja, ne, ampak tako, da vsak mora malo popustiti, ne. Tako. Izzivov torej ne zmanjkuje. Ne. Koliko pa še najdeš pol časa za jeti pa zgolj malo, če rečeva, če greš v naturo, kjer moraš jo popisati, zato da bo šla lahko v tem ustrezno vodnik, ne, torej že lahko rečeš, da je to službena tura, ne, kokrat pa ne greš na službeno turo, samo tako malo zase. Ja, to vodniško pisanje, ne, to je kar toliko zahtevno, recimo, da ko greš v ene hribe, ne, pa da delaš opis, ne, je to temu podrejen, ne, in moram reči, da ne uživaš vedno, ne, tako. Jaz sem še zmeraj klasik, ne, beležka, kuli pišem, ne, tako, lahko bi tudi telefon, diktafon, pa tako, ampak pač tega ne uporabljam, ne. In ko greš ti tako pisati, ne, recimo nek opis, ne, sicer si res bolj pozoren, ne, na to, kakšen je teren, kaj vidiš, kako boš opisal tisto pot, ne, a po drugi strani pa ne uživaš, ne, tako, ne. Tako da, ko greš tako nekam, ne,
za užitek, ne, je pač je drugačne. Ampak jaz sem se skozi ta leta tako navadil, ne, kamorkoli grem, ne, razen nekaj, kar res že poznam. Ne. Če sem šel čez Zlato od desko, velik vrh pa nazaj, tam ne bom pisal opisa, ker sem bil že stokrat. Ne. Ampak čim grem, recimo, neke karnice, pa tam, da grem na neko pot, to če markirana, naredil opis. Nikoli ne vem, kdaj mi je prišel. Sej to je zdaj, da bo malo butasto vprašanje, ker, ne, ali pa te nočem provocirati, ampak imaš še kakšne take skrite želje, kakšne ideje, da bi rad tole popisati, če tole bi pa še rad naredil, ali pa... Pa ne vem, zaenkrat ne. Moram reči, lansko let po teh karnicih, ker so me 10 let zaposlovali, ne, sem tako eno luknjo padel prazno. Ne, tako. Prej sem imel praktično 20 let sem načrtno hodil v hribe, ne, ta vodnik, puf. Ker iz leta v let sem imel cilje, ne, pa sem črtal. To je bilo toliko, rekel, vsak dopust, vse ture, ki so bile možne, da sem delal opise, ne, so bile temu namenjene. Razen nekega tudnega smučanja ali pa kakšni zimski pristopi, takrat pač ni to, ampak to je bilo podrejen. Ne. In zdaj se lansko let kar izpel, ne, tako je tak občutek, da moram, tako nimam, ne, več nobenega cilja za vodnik, ne. Imam sicer še neke take hribovske cilje, ne, ampak tako sem se kar malo polenil, ker ni več nujno, ne, pa ok, se bom pa še šel, ne, tako. Par teh ciljev je, imam teh tuje revije, ki imaš 10 najlepših hribov Alp, ne vem, tako, ne, in ti s klukami jih imam, tam vsaj pol jih imam že obdelanih, ne, tako. Tako da kakšen tak bi, ne, recimo, Basce špice, ne vem, hrib tam, brezvezen, Edstalske Alpe, 3-400, imaš en zimski pristopnik, ledenik, pa imaš pa neka štirica, tako nekaj, tako, 3-4, tako da to še zmorem. To bi šel, recimo, te vabam tvojega soimenjaka, da greva tole, pa tako. Ali pa recimo, naš Tamal ni bil še na visokem dokavu, se že cel let menva, kdaj greva, pa tako, ne. Jaz sem pa bil že, ne vem, velikrat, ampak tako, vsem bi še šel, ne, tako. Nazadnje sem bil skrb na Široki peči, recimo, ne. Ja, super. Ja, tako, tako, z mularijo hoditi v hribe, to je res fajn, ne. Pa predstavljati komu skrite kotičke. Ja. Ali manj skrite. Ja, no, ciljev imam, ne, ampak nimam pa za popisati, ne. Čeprav, ajde, recimo, kakor nekam greš v en tak zanimiv hrib, ki našim ni znan, me takoj izgrabim, to bi pa bilo za popisati, ne. Drugače imam pa, tako kot imam v Sloveniji, recimo najraje Pelce, Kočno, ne, tako imam v Karnicih, imam en greben gorski, ki je pa fantastičen, ne. Pa taka divjina, tako, to pa, ko grem mim, ne, tako kot zaljubljen gledamo tiste konce. Ne. Kaj je to za en? To imam screensaver na računalniku, imam tiste neke lesaline, neke travce tam, tako, to je meni božansko, ne. To je pa ena divjina med Val Settimano pa Val Cimogliano. To je tam od, rekel, Aviana gor nekamo tiste hribe, tam že čist na robu Dolomitov, Furlanski Dolomiti, to je en greben, ki ni nobene markirane poti. In so 3 vrhovi. Monte Vacalica, Cima dei Vieres, Monte Turlon. To so toliko fantastični hribi, ne. Ta Vacalica ima par mest 3, 1, 2, tako divjina, gor dol, tako. Cima dei Vieres je tehnično najbolj tak, 1700 metrov, vmes imaš trojke, tako potuješ, to je prav. Naš Tamal je bil z mano na tej turi, ne, in ko so dol prišla, sem rekel, no, kaj zdaj, ne, kako si ti to zdelo, ko vam pleza tam, tiste petice, šestice, pa, ja, rekel, to je bila prava epska tura, ne, tako, to lahko reče sam nekdo, ki sem v hribi bliz, ne, ki mu ni važno sam, hoden, ne, tako, ne. Ampak da uživaš v tistem, kar imaš, ne. Monte Turlon, najlažji tam neka enka, dvojka, ampak to so take travce, to je tak odštekan svet, ne, tako da jaz bi tam kar šota postavil, pa to ni spal.
Samo to, da poveva, to govoriš o tvojem sinu, ki je sicer alpinist. Ne? Tako. In Inštruktor. očitno tudi mnogokrat tvoj soplezalec. Tako je. Ja, Vladimir, glede na to, da ni pričakovati, da ti bo energija usahnila, hvala, da si prišel v goste, saj si tukaj domač, ne. Naj ti zdravje služi še na mnoga leta, pa bomo čez čas, upam, da tudi še kaj v roke vzeli tvojega papirnatega. Ja. Če ne bo šlo drugače, pa tudi digitalnega, ne. Tako. Tako Hvala da- za vabilo, ja. Vse dobro. Enako.